Včasih smo imeli pip šove, to so bili neki prostori, si dal denar, se je dvignila ta zavesa, ne? In ti si pač tam. Živijo, mi smo Sara, Lucija in Žiga. In danes bomo povedali marsikaj zanimivega. Pri nas v Sloveniji se ne prevzema odgovornost za nič in ustvarjamo kulturo neprevzemanja odgovornosti. Ne? Kako gre zdaj to skupaj s tem, da se ne lažeš, da se boriš za pravico, ampak da spletkaraš na polno? Verjamem, da se bo to spremenilo, da bojo generacije zdajšnjih mladih, ki bojo drugače vzgajali svoje otroke in ne bojo dajali telefonov pred nos. Pri seksualnem delu je vedno, kje je ta meja. Erotično maserstvo lahko dela 15 let star otrok po zakonu, v gostilni ti pa 15-letnik ne sme pira panesti. Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. Ker vsi moški imajo drugače radi blowjob, ne? Pa še ful bo dober, prič bo nam gost prišel, pa bo imel. Jaz ne grem seksa, če ni dober blowjob. Kako pa veš, On da pa bo ne dober čut. blowjob, preden začneš? Ja, A če je slabo, pa ne nadaljuješ. Mislim, Ja, ne, potrpiš. Ne? Ampak zdaj itak, ja, to je bilo tako čas. In čak, kako pa je zdaj? Zdaj sem zaljubljen. Kaj? Ja. Kako čak, nič ne povej. To sploh, to... Kaj? Ti tle Pa to je dropaš že javno. bombe, čak, da začnemo. Je to že javno? Ne, ja, ne moram je to javno, skrivnost? čakaj Se drugače. lahko To o si tem zaljubljen? sprašujemo, ne? Je poročena, tako da. O moj bog. Tako da pač, ali sem to, A da pa le veste. skrivnost, da si zaljubljena sploh? Ali... Ne, ni skrivnost, da sem zaljubljen. Sam ne v koga, se to itak Ja. pač, če ona Drugače- ne znana itak. Drugač, seksualni delavci po svoji karieri so zelo zvesti ljudje. To je pač tudi ena izmed stvari, ki je zanimivi. Ampak ona Ker- je poročena. Ampak ni ona seksualna delavka, ona A je ja, pač ti si- poročena v odhajanju. Ne? A ja, tako se ločuje, to misliš? Kje A pa ja, sta se spoznala? ne boš ti ljubček, to sem jaz zdaj dojela. Ja, sem napredoval sem iz ljubimca. A te zdaj Si sveže? vesel? Ali Pisal ni tako sveže. a je bilo že pred kmetijo? Ali pod Pred kmetijo? kmetijo, ja. To pa res ni sveže. Ne. Čakaj, zaradi tebe bo zdaj je v razhajanju. Pisam že odprej sicer, ful ženske razočaranih. Drugače, ful se ukvarjam z demografijo zdaj. Naredil sem do konca tisti inštitut za raziskovanje za prihodnost demografije, za demografsko prihodnost. Za demografsko prihodnost imamo ful ene dobre projekte, recimo Preštejmo se. Hočemo narediti v povezavi z eno dating stranjo, ne? Probamo narediti ene fizične te, kaj so že zapestnice, v različnih barvah. A veš, da ti lahko na ulici vidiš nekoga, a veš, in ti daš lahko zapestnico gor ali dol, če si in-game ali pa out of game. Ne? In mi rabimo povezavo analogno-digitalno. Tle ni prišlo do napredka. Ne? Mi smo digitalizirali ene zadeve, samo nismo jih povezali. Ne? Tako da, recimo, imaš belo zapestnico, si mladoleten. Ne? Imaš rdečo zapestnico, imam družino, sem zaseden. Ne? To bojo pač seveda si kupovali za Valentinovo. Pa tako, ne? Stvar je, mi moramo spodbuditi, da se čim več seksa, pa da imamo čim več otrok, ker izumiramo drugače. Pa da bi malo iz interneta naših interakcij prinesli v resnično življenje spet. Prek teh zapestnic, ne? Ja. Pa treba bo narediti delavnice za fante, kako komunicirati, razumeš? Razumem, ja. Bam! Nisem stari razlagala. Mi imamo take, koliko imamo, 2 ure imamo danes? Živijo, Ja. mi smo Sara, Lucija in Žiga. Spet In jaz. danes bomo povedali marsikaj zanimivega. Čestitke za to, da si najin prvi gost, ki je tukaj drugič, ki je bil Hvala. povabljen, da pride še enkrat. Hvala. Se smo Hvala to že v občinstvu. bistvu v prejšnji pač v prvi epizodi, ko si bil noter, smo rekli, da to bo sigurno dobilo tudi part 2 in končno je zdaj tukaj težko pričakovan drugi del z Žigo. Torej, bom jaz Zahvaljujem tule se prvo zahtevnemu občinstvu, a ne? In pa tudi povabilo vaju 2. Ni lahko, ne, kakor biti drugi gost, ne, prvič. ja, drugače. Ja, zdaj moraš deliverati, ne? Jaz sem se pripravil,
Tako da, Joža požen. Za tiste, ki ne veste, Žiga, no, zdaj ste ga itak spoznali v kmetiji, drugače je pa bivši pornoigralec, režiser pornofilmov, producent, med drugim tudi ex-žigolo in predsednik organizacije Dobra družba, ki se zavzema za pravice in izobrazbo seksualnih delavcev. V bistvu, seksualni delavec si ti. Ja, še kaj še dodal? vedno, nekako. Ti si rekel, da si danes imel še službo. Iz kje si prišel? Drugač, ti si zdaj booked and busy. Ja. Prej si bil še na radiju na enem intervjuju, predtem si bil še na drugih stvareh, glavnem skozi posod. Posod. Ampak si rekel, da zdaj imaš še službo, da šele lahko prideš pač popoldne sem. Ja. Tako da, kaj je tvoja služba? Jaz se ukvarjam z eno tako boring zadevo in to je urejanje dokumentacije, digitalizacije. Sem drugač arhivar, imam 2 izpita za arhivarja, sicer ni tako težko, ni pa to tudi lahko. No? Pomagamo tem podjetjem, tudi javnim ustanovam, šolam, ful sem v šolah, drugač vrtci, občine, javne uprave, pač urejamo njihove arhive, ker mi smo se kot država, državljani, smo se odločili 2-krat na referendumu, da so arhivi naše nacionalne blago oziroma naša nacionalna kultura in da jo moramo zaščititi za prihodnje rodove. Ker kdor ne spoštuje zgodovine in preteklosti, ni vreden prihodnosti. To se pravi, arhiviraš fizično? Fizično. Prav liste, papirje in tako. Tako liste, papirje, ni da ni. Mi smo drugače tudi eni večjih arhivarjev zdravstvene dokumentacije, tako 7 milijonov kartotek je v našem depoju, tako da pač kar orang zadeva. No? Ni majhna firma, smo pa invalidsko pa socialno podjetje, zaposlen sem kot motivator v invalidskem podjetju, tako da noben še ni shodil ali pa ne vem. Ampak ja, pridem motiviran, tak pozitivcem, name sem tudi strokovni delavec, no, tako da znam nekako prisluhniti, me vdaj pokličejo, me potegnejo na stran, probamo urediti. Pač sem človek, ki sem sonček, no, to. Moje delovno mesto je biti sonček in pač biti v vseh procesih našega podjetja. Arhivservis.si. Ja, kar boj. Kot vedno, če te vsebina o spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne posluša tega podcasta. In kot vedno za začetek imamo icebreaker question. Tako da zdaj nam boš ti povedal, ali bi imel raje zmožnost, da vedno veš, če se ti nekdo laže, ampak se ti ne moreš nikoli zlagati, ali pa da nikoli ne veš, če se ti nekdo laže, ampak si pa ti tako dober lažnivec, da pač vedno tebi vsi vse verjamejo. Prva verjetno. Mislim, jaz sem len in zato tudi ne lažem, ker sem preveč len, da bi si zapomnil, komu bi kaj rekel. Jaz sem že nekaj let ne lažem in sem se tudi zavestno odločil, 2 leti od tega, odkar ne uporabljam belih laži. To je zelo mislim, za bivše prijatelje je bilo to zelo grozen, ne? Zgubiš fulejnih ljudi okoli sebe. Je pa tako, ne šparam nobenega. Sicer sem se pa naučil malo razširiti moj vokabularij, moj besedni zaklad, zato da pač ta resnica je mogoče malo drugače slišana, drugače jo lahko povem. Ne? Pač besedičim rad. To smo pa v kmetiji videli. Tudi, ja. Tam sem imel full časa, full screen time, veš, tako da ja, tam je bilo kar, pa veš, povezan sem bil full z naravo. Jaz sem bil 2 meseca sem se pripravljal. Jaz sem bil tok not, pa z enega obdobja sem prišel, ker sem se ukvarjal full z duhovnostjo in če si dosti prezemljen, ne, pa si tak odprt. Hočeš reči, preden si šel v kmetijo, si se pripravljal na kmetijo? Ja, 2 itak. meseca. Kaj si se pa pripravljal? Hrana, branje, pač, Si manj jedel. ja, itak. Jaz sem postil tudi po par dni, tako zanalaš. Ja, Pa se tudi zdaj, ko mi čakam, da bo lubenica, ker najlepši post je na lubenici, lubenica, limona, to cel teden lahko preživim na tem. Res? Ja. In to je ful dobro za čiščenje. Letos delam tudi post z grozdjem, rdečim grozdjem,
paziti je treba pri rdečem grožđu, ker lahko začneš halucinirati, ker je pač pride. A ja, kaj ješ peške, a ne? Tudi ja. Tako da ja. Tudi pomaranča je zelo nevarna, če ješ samo pomarančo, ne. Za halucinacije. Tako ja. Post, ja. Okay. Suhi post bom letos, imam tudi v planu tudi, no. Kakšne 2 dni brez vode. To se pravi, tukaj Brez imaš res vsega. nič. Pač ja, jaz želim svoje telo očistiti. Pač po zim jem vse, pač jem meso, jem vse, kruh, krofe. Ja, ker nimaš sveže zelenjave, ne? Ne, nočem jesti tiste zelenjave, Ja. raj krof pojem, pa neko slabo zelenjavo. Ker je isto slabo. Kaj pa zmrznjena zelenjava, recimo? Ne? Mm. Okay. Pač jem ful maščobe drugače. Do živalske maščobe jem po zim, Maslo. maslo, ja, itak posod, maslo posod. Čak. Pečem rad. A se jaz prav spomnim, ampak a niste imeli še neko gladovno stavko v kmetiji, ki si jo ti začel? A sem jaz to zdaj si izmislila? Ne, res je. To si ti v bistvu se pripravil, a je bil to tvoj plan že od začetka, da če bo kaj tako šlo, bomo pa gladovno stavkali, ti si boš prednost naredil že prej. Jaz sem prvič postil, ko ni bilo hrane. Prvi teden v hlevu sem 2 dni imel post, zato da so drugi jedli. Ker meni je lažje nič jest, kakor malo jest. To je velikrat lažje. Mrzdo ne ve, ne. Drugič sem pa gladovno stavku, zato ker pač smo hoteli opozoriti na neko nepravilnost, ne. Smo hoteli dati sporočilo. Pač jaz sem se dosti trudil povedati na par stvari, zato ker škoda je, da ni več, da je vsaj en lik tak, ki sem jaz v vsaki kmetiji, da jaz vidim zdaj ful enih fantov se obrača name. Ful so videli to sporočilo o moškosti, o viteštvu, da je treba biti pač, da je treba govoriti resnico, da se treba za pravico boriti, pa take stvari. In da pač tudi, če delaš upor, ne, nosiš svojo glavo na panju, ne, in pač prevzem odgovornost. Pri nas v Sloveniji se ne prevzema odgovornost za nič in ustvarjamo kulturo neprevzemanja odgovornosti. Ne. In pa imamo tako, kot imamo. Ne. Sponzor današnje epizode je najljubša igra za pare Black Donna. Jaz kaj veliko sploh ne bom govorila, ker komentarji od drugih že vse povejo, recimo tale o analnem seksu. Končno jim je uspelo! In pazi to, ta igra ima kar 342 različnih izzivov, ja, prav ste slišali. Vam jih par preberem, da si predstavljate, se pa stopnjujejo. Začne se ful enostavno, tako kot smo imeli že v par prejšnjih epizodah. Zaključ se tako, da dobesedno roleplayata, prav z navodili, kaj pa kako. Vmes so pa kakšne take. 1 minuto liži, ne sesaj, njegov penis. Potem naredi 5 počepov nad njegovo glavo, dovoli, da ti med počepom poliže muco. 2-krat ga počasi poliži od jajčk do vrha penisa. In tako naprej. V glavnem, te stvari mogoče tako na prvi pogled zvedijo hecne, pa tako VTF, ampak jaz vam povem iz prve roke, da ko si enkrat v tistem moodu, pa si igraš to igro, je ful zabavno, ker ti kar ena igra daje navodila in ti reče, kaj moraš narediti, in pol probaš in včasih je kaj ful bolj erotično, kot si misliš, včasih je pa kaj sam ful hecno in se malo nasmejiš in si rečeš, VTF je bilo to. Ampak je smešno in zabavno, zaradi tega, ker ti karte to naredijo. Pa na koncu, pač to je taka igra, da na koncu oba zmagata in seksata. Tako da, če ne veste, kako popestriti svoj seks, kako popestriti pred igro, je ta igra popolna, ker pač 342 različnih idej. Tako da, če rabita neko spodbudo, da vam ene kartice povejo, kaj delata, da ne bosta vsega vidva kriva, pol pejta zdaj na senziola.com in uporabita kodo MEDNAMA20 in pol se lahko zabavata in tudi vidva mogoče prvič doživita analni seks ali pa kaj drugega, kar si želita. Zdaj pa gremo naprej v epizodo. Zdaj to bo mogoče napačno izpadlo, ne vem kako, ampak moram vprašati, ker ti pa Dejan sta ful spletkarla, vidva sta tako bila spletka majstra, kako gre zdaj to skupaj s tem, da se ne lažeš, da se boriš za pravico, ampak da spletkaraš na polno. Kot jim bojo, jaz imam 3 obdobja v tej kmetiji. Zadnje obdobje je spletkarjenje, mislim, igranje igre. Ker nimaš drugega, nimaš televizije, nimaš telefona, kaj v delu? Neki, pa v igri si, halo, a veš? Prvo sem bil tako naiven,
joj, bodimo družina, vse je lepo, narava, ne. Pol so bile že, to je bil prva 2 tedna. Pol je bilo razočaranje. Sem rekel, tole ne bo šlo, to vsi neki petljajo, to vsi... Mislim, jaz sem imel srečo, načeloma, ker nisem bil dosti konflikten. Bil sem skozi v kuhinji, kuhal sem za vse ostale, ti ponavadi tistemu psu, ki daš, ne, hrano, ne bi ugriznil, ne. Je pa tudi neki. Center obveščevalne službe je bila kuhinja, ker vsi so tam hodili nositi informacije in po informacije. Ne. Pol mi je bilo dosti drame in sem se preselil na vrt, ker sem opazil, da noben ni rad v vrtu. Jaz pa meni je pa top vrtnarjenje in sem ful plev in v bistvu je rekla gospa Nada, da lepšega vrta še ni bilo. Jaz sem res ure in ure. Pač jaz sem lahko 4-5 ur bil na vrtu. Jaz sem delal, pač skozi sem bil na vrtu. In potem so pač ljudje, ki so hoteli pogovor, ki so pač hoteli malo se zventilirati, sprostiti, so prišli do mene in v bistvu sem bil spet en vozil enih informacij. Pač, kaj s tem informacijam? Pač nič, gremo se igrati. In meni je bilo to ful dobra psihološka igra, ker pač tudi prihajam iz industrije za odrasle, ne. Tam je ful enih manipulacij. Če ne drugega, na eni strani mi smo delavci v industriji za odrasle, ker moramo pač zabavati ljudi. To je manipulacija. Ne. Da ti drugega ustvariš, se pravi, okolje, da je nekomu drugemu zabavan, tudi če tebi ni. Tudi če imaš ti slab dan, ne. Kaj si zdaj že to omenil, pač ta industrija za odrasle, kmetija, pač Latoja, kot se vemo, je tudi iz industrije za odrasle, iz kjer se vidva že odprej poznata. Bog Seveda si mi je to vprašanje poslal. že dobil neštetokrat, ampak Jaz nisem vedel, da bo ona prišla. Nisem hotel vprašati, če si Ne, vedel. ni šans. Jaz, ki sem jo videl, sem rekel, Oni so pa vedeli, da ste vidva veste. ja, ne? itak, Ja, itak, da so vedeli. Mislim, si to je bilo v medijih, ne. Če ne drug, če je bilo to je dolg čas, me je pač dala v medije, ne. Tako pač. Ker so pač, vse velikrat sem že povedal to zgodbo, ampak bom tudi tukaj, pač midva na kosilu sediva, pa je bila prejšnji teden neki jezna, pa dobim sporočilo od Lady ali novice, pa tako ona odriha čez mene, pa me je dala, parkrat me je dala tako v medije, ne. Pa je tako, Tojči, kaj pa je to? Ja, tako sem se počutila. A veš? Ja. Ako še dobro, da živimo v državi 2 milijona, a veš? Kaj? Da smo toliko majhni, a veš, da sem to ne pozna. Meni je vse nerealno, pač 2 Ja. milijona ljudi, kamorkoli greš, je mesto 2 milijona. ja. Ne? Pa tudi tako, ne, pač pravijo, ja, zdaj si slaven. Pač kako boš slaven v državi 2 milijona? Pač lahko si prepoznan. Pa, ja, ampak glej, za teh 2 milijona si pač slavna Si slaven, oseba. Ja. Pač še vse. Zato pa se zelo potrudim, res, jaz ne moram nikamor, da se ne bi z nekom slikal. Res, pač ne moram res nikamor. In mojim bližnjim gre to že malo na živce. Tudi sta malo, ki se grejo kopati ali pa karkoli. To je non-stop. Še dobro, da nimajo tam skozi telefonov, eni imajo v bazenih telefone. Strašno. In tu non-stop neko slikanje, sicer se za vsakega potrudim, vsakega vprašam, kako mi ime. Tudi zapomnim si, danes sem bil v Tolminu, mislim, da sem si 100 imen zapomnil. Na nek način tudi treniram moj spomin. Zelo dober sem z obrazi, tako da pač izkoristim priliko. Kaj še lahko rečem? Potrudim se, slikam se, če je za kako, ne vem, za kakšnega otroka, primam jaz telefon, naredim video, tukaj sem s tvojo mami, a veš, pač tako, ne. Res pač dam res, ker to je mogoče za nekoga res, včasih imam občutek, kada sem čudež za nekoga, res. Kaj ti kle v Tolminu? Mislim, a veš, pač ja, normalno se, kdo bo se vozil nekam 2 ure delč, ne, ampak slučajno službeno sem bil tam, ne, in zakaj se ne bi potrudil? In to je pač, to so moja mala dobra dela in meni življenje vrača. To se pravi, če te nekdo vidi zunaj, Komod. se kamot slika. Kamod. Ti je bolj to, kot da te samo gledajo oddaleč, pa tako. Ja. Pa tako, čisto vsakega, ki me slika na skrivaj vidim. Ja, se tu. Jaz nisem v živalskem vrtu,
pridi do mene, z veseljem se bom slikal. Res ne maram to, da me nekdo slika tako, kada sem nek ekspoze. A ti tudi uživa kdo za kakšen nasvet vpraša? Ja, cool. Meni je to super, res. Mene to polne. Jaz sem srečen zaradi tega, ker lahko nekomu pomagaš. Ne? A je kakšno vprašanje, ki ga tako res pogosto dobiš? Kdo zmaga kmetijo in pač to je res. No, čak pa gremo na naslednje vprašanje. To je pa... Kdo zmaga kmetijo? Jaz? To je moj odgovor. To je vedno moj odgovor. Ja. Kako, če si šel ven? Jaz sem zase zmagal kmetijo. Za ostalo mi ni pomembno. Bravo. Ja. Pa mislim, ampak veš kaj? To je prav po mojem avtomatsko, ker jaz se spomnim, ko je Alenka, ko so se pogovarjali na Instagramu, ko je povedala, da bo šla v kmetijo in pol, ko je prišla že, pač že bila je ven iz kmetije takrat. Pa prva stvar, ki je omenila kmetijo, sem bila jaz. In kdo je zmagal? Vse vem, da ne moš povedati, ampak kdo je zmagal? Pa nisem niti pričakovala, da mi bo odgovorila. Pač tako vela sem, da mi ne bo povedala, ampak kar tak rč dobivo. Tako da mogoče si pač ne moramo pomagati. Ne, se ni panike. Jaz tudi rad vprašam, ne? Ok, zdaj ti bom povedal. A ti bo spremenil jutri? Ja. Mislim, mojega bolj ne, ker sploh nisem gledala letos. Ko gledam kmetijo, veš, pač zdaj, pač bodimo iskreni, nekdo je že spoilal. Meni takih pomembnih stvari v življenju ne smete povedati, ker jaz ne morem zadržati se. Tako da vi kar povejte, komu drugo. Če hočete kaj, da se brezplačno in hitro raznese, samo njej povejte v zaupanju. Pa ne, se če nekdo reče ne povedati, pol ne poveš, ampak jaz imam težave s tem ohranjanjem skrivnosti. Mi je kar fascinantno, da vi ste kar vsi tiho. Koliko bi pa mogli plačati? 25 evrov. Jaz drugače 20, pa ne vem zakaj. Očitno sem tako. Je manjši riziko, očitno. Ja, mogoče. Ampak kaj mi zanima, kako se imenuje ta podcast? Kjer? Ta. A lahko to ostane med nama? Saran. Tu sem se jaz spomnila. Mislim, tu... Nisem hočem povezati ta del, ne? Ja. Lahko ostane med nama in ne meni tega zaupati. Ja. Jaz vsaj enemu človeku bi zagotovo povedala, če bi mi ti povedal, kdo je zmagal kmetijo. Sem, da bi si olajšala dušo. In zdaj lahko umrem. Se bi meni povedala. Ja. Jaz bi pa Janu. Pač tako gre, se vsi že vemo, če hočeš, da se skrivnost zadrži, med dvema moraš enega ubiti. Ja. Tako da. Dobro, danes pa itak ne moreš ubiti v Sloveniji nobenega. Ne moreš? Ne, ni šans. Ker so kamere. Posod. Pa če zdaj... Pa telefone imamo, pa vse. Skus neki trupla najdejo. Glih včeraj sem gledala. Ok, next. Next, ja. Ti si rekel, da si se, preden si šel v areno, da si masturbiral. Ampak brez ejakulacije. Ja. Moje vprašanje je, a verjameš v to, da ta ejakulacija, pač masturbacija z ejakulacijo, negativno vpliva, če greš v nek boj? Ker to veliko teh borcev dela. Ejakuliranje negativno. Ja. Se pravi, izliv. Dajmo mi reči, izliv. Izliv. Ja. Ker je zelo podobna beseda ejakulacija in jakulacija. Kaj je v notranjost. Ja, izliv iz sebe in izliv v sebe. Dajmo tako za gledalce. Jaz, evo, praktično ti bom povedal, jaz prvič, ko sem probal s to daoistično oziroma tantrično prakso, tudi v drugih praksah se to izvaja, sem da se drugače reče, tako da jaz pač to zaokrožim seksualna magija. Meni to ful zdaj raziskujemo o seksualni magiji, ne vem, ful me to pretegnen, več o tem po glasih. Ja, ko ti daš, ko te pride, ne? Se pravi, moramo razumeti, da orgazem in izliv niso nujno povezane stvari, niso povezane stvari. Ne? Se pravi, ko te pride ven, ti daš svojo življenjsko energijo. Del tebe, ki se nabira. To je čudež, mislim, to je kar zakompliciran biološki proces, da rata sperma. Ne? Koliko smo mi ena fascinantno bitje, ena mašina. Tako. No, če pa te pride noter, jaz sem to enkrat naredil, prvič sem to naredil zvečer. Jaz celo noč nisem spal. To je bilo noro. Jaz nisem v česa mogel zapiti. Kada sem, ne vem, koliko Red Bulla uspil. In tako sem v bistvu spal sam sebi dokazal, da je nekaj na tem in da to dela. In ko preden sem šel
v boj, sem injakoliral in sem dobil pač to svojo življenjsko energijo, res, da sem se to povezoval z dihanjem, dvigovanjem svoje energije, dvigovanjem svojih energije preko čakar in to. Tako, Sem ti si to mrmranje. dvakrat naredil, Ja. zapored. Ne dvakrat. Dvakrat sem imel areno. Aha, v obeh arenah. Jaz sem si Ja. predstavljala, da si to prav dvakrat, pa sem tako, zdaj je to kakšna posebna Tehnika. Ja, številka 2 ti je srečna ali kaj takega. Aha, pred vsako areno. Torej. Kje si se naučil te tehnike? Pač, kdo te je to naučil? Si se sam, si imel kakšnega mentorja? Jaz sem začel, ful rad začnem to razlagati tako, da sem prvo začel sam raziskovati. In da o spolnosti. Vsak mu priporočam to ta enostaven priročnik, v bistvu knjigico, ker imaš tudi noter opisane, zakaj, kako, različne tehnike, različni nivoji orgazma, vse ti lepo razloži. No in pa tukaj je bil začetek in pa začneš drugo, tretjo, četrto, peto, 10. knjigo brati, ne. Pa sem pač že začel se obkrožati z nekimi mentorji, potem je bila že erotična, tantrična masažo sem začel delati, tako da pač in te odnese. In ugotoviš, da cel življenje, vse ti gostilniški nasveti, ki sem jih dobil čez cel življenje, so nič, so senca tega spoznanja in znanja. Fun fact, zakaj govorim o gostilniških zgodbah, jaz sem odraščal v gostilni, doma imamo bife, tako da pač vajen svih lovskih priča. Dej nam to malo na sliki, kako je to izgledalo. Pač, kaj ti si bil tam nek mlad fant in pa so Otrok. ti mlad otrok in kaj si ti pol tam vaški pijančki? Ne, niso bili to vaški pijančki, to so pač ljudje, ki so redni naši bili gostje. Jaz sem imel eno ful veliko srečo, moj vzor, vzor mami se bo križala, je bil en Jože, sicer je že umrl, on je delal v vojski, on me je tudi navdušil nad vojsko in so pač ful militanten drugače tip, ful me zanimala vojska na polno. Zato sem tudi nekako tudi varnostnik, ne, da sem nekako to željo še kar malo tli, ne, v meni. No, on je mene naučil vseh neumnostih, ki jih danes vem. Ne, vse, take šale. Veliko šal, ki jih jaz daj kaj povem, so tudi to od njega, no, tako da pa da, plačal mi je sladoled, če sem prijel kelnico za rit, pa pač take, veš, ne. Zanimive stvari, ja. Zelo bolj v tem hec smislu, Ja, ne tako, tako tako. zdaj, ja bom pa zdaj tebe naučil vseh modrosti življenja. Ja, ne, pač to si ti zraven, ne, veš, pri nas so bili dosti lovci, pa so se pa hvalili, ne, pa ni, da ni, pa veš, pa skozi boge kelnerce, veš, pač to, skozi je tam nekdo, ki te osvaja, ne, pač si tam zraven vidiš, ne, spremljaš, posnemaš, vse si otrok, ne, pač upijaš. Otroci ful upijajo, ne, tako da moramo tudi paziti, kako se mi obnašamo. Ja, sigurno. Tako da, ko boste imeli otroke, kaj čakate? No, naslednja tema. Jaz ne bom komentirala. Veš, kaj bi še rada? To mi je ful zanimivo, pa to si že prej malo omenil. Ti si rekel, da med drugim tudi učiš starše otrok s posebnimi potrebami, o tem, kako z njimi komunicirati o njihovih spolnih potrebah, spolnih željah. A to še zmer počneš? Dej nam malo to razloži, ker jaz nisem vedela, da imamo v Sloveniji ljudi, ki lahko starše oborožijo s temi informacijami in se mi zdi ful dobro, da se to ve, ker ne vem, kako bi te ljudje kako te ljudje najdejo ponovadi, pa kako bi te, mislim, zdaj te bo itak vedeli, kje najdete, ampak kako so te ponovadi ljudje najdeli, da ali si šel v društvo, ali kako je s tem? Fun fact, danes je šlo od Rema ven 140 mailov vsem tem šolam, ki pač se ukvarjajo, ki pač imajo otroke, mlade odrasle z motnjami v razvoju. Tako da pač predstavitev najine delavnice z psihoterapevtko Diano, ki je pač tudi višja medicinska sestra, pa ne vem, pač pedagoško šolo ima, tako da je ful bolj kompetentna od mene. Pa tudi diplomirala je na tematiki spolna vzgoja za otroke in mlade odrasle z motnjami v razvoju.
Tako da ona je ta del kompetentnosti, jaz sem pa ta bolj praktičen del in stvari, ki so iz prakse. Jaz sem tudi veliko se pogovarjal, pa imeli tudi 3 podcaste, smo naredili svoje z organizacijami, ki imajo seksualne asistente. To so osebe, ki so v bistvu specializirane za to, da približajo spolnost in erotiko ljudem z omejitvami. Tako da imaš par filmov, bom poslal par linkov od parih filmov, poglejte, zjokite se, ful zanimivo. Ganljivo. So tudi tiste, ki sem kdaj videla, ki prav pač seksajo s temi Tako, invalidi tako, tudi. tudi. Pa to obstaja v Sloveniji? Ne, premajhen trg smo. Jaz sem v bistvu to res promoviral, ampak očitno ni bilo zanimanja in zanimanje, če pol ugotoviš čez par delavnic, ne, da tudi starši nočejo nekako sprejeti, da njihov otrok je seksualno bitje. A veš? Oni ga pač vidijo kot otroka. Moja mami mene vidi kot otroka, a veš, ne, pa tako da je v tem problem, ne, in starši, tudi strokovni delavci nimajo posebenega izobraževanja ali pa ne vem, nekega izobraževanja. Oni skozi neko prakso ugotovijo, kaj je dobro, kaj ni, nekateri ne. Fajn je to obnavljati, fajn je to, da pač ti kdo še drug pove. Mi pripeljemo celo škatlo nekih pripomočkov, ker na koncu kdo bo njemu pomagal. Ne? Jaz sem takoj za, da bi pripeljali, imaš ti en masažer, ki je samo za invalide. Ne? Imaš ti tak za invalide, ki pač imajo, ki ne morejo premikati noga, ne? Imaš en tak tako spolno igračko, ki je v bistvu ki je tak snail za kopati, veš, una pena. In ga da tako med noge in potem da spolni ud noter in on tako drži in on pač se na ta način stimulira. Potem imaš razne blowjob mašine, ne, ki daš gor lahko že telefon. Pa nič ne rabiš rok niti. Tako, ja. In to so ene take stvari, ki enostavno sva prišla enkrat, sva imela eno delavnico, so bili ljudje zgroženi. Ena mama je rekla, da se jo Bog poslal. In meni je to dovolj. Meni je dovolj ena oseba, da smo mi eni osebi pomagali. Razumeti in dojeti, da njihov otrok je odrasel. Ja, meni se zdi to nujno potrebno. A te škatle z igračkami prinesete pokazati, ali da lahko tudi pač kupijo kakšne? Prinesva pokazati, ja. Pa tudi razložite, kako se uporabljajo? Za vse vedno dostopni, vedno sem dostopen za vse, tudi sem prej vam pokazal, ne. Vedno sem dostopen, odgovarjam vsem brezplačno, kdorkoli me kontaktira, jaz sem vesel, da v bistvu sploh mi zaupa. Jaz sem vesel. Kako se pa ti odzovejo, ko jim predavaš s to psihologinjo, mislim otroci, uporabniki? Kako se odzovejo? So oni veseli, sproščeni, da prideš? Več imamo delavnic. Več različnih delavnic imamo, se pravi imamo tudi odnosi in spolna vzgoja za pač zdrave otroke, ne, brez motenj. Tako da za te zmotnjami, ne, ponavadi delava za starše in strokovne delavce. Imela bova pa tudi pripravljala delavnice, da bomo z različnimi, se pravi z različnimi mladimi odraslimi, ne? Da bomo imeli kar z njimi direkt delavnico. Ja. Mislim, da je to full underrated, ko pač noben se o tem, ko se začneš o tem pogovarjati, ljudje bežijo, ne? Pač, ker je težko to razmišljati, ne? Tako, kot sem rekel, imaš ti avtista, ki je 12 let star, on ne ve, kako to gre, mogoče vidi, on ima nagon, če kožica ni, če starši niso kožice gor pa dol devali, je to zaraslo. On nima občutka, on bo porinil dol, bo to odprl kožico, bo krvavel, se bo ustrašil, bo imel cel življenje travmo. Samo zato, ker mu nekdo ni povedal, moraš imeti čiste roke, varen prostor, ne? Kako to počneš, ker vedno otroci ful se drgnejo, sploh te invalidi, ne? To se skozi drgnejo, ne? In to je pač, pa zakaj so nejevoljni, zakaj so grampi? Večina invalidov, zakaj je grampi? Ja, ne vem, pač ti nedobod
2 let kurca. Pač. Ne? Nisi pretočen, jaz pravim, nisi pretočen. Če ti nisi pretočen, če energija ne potuje od tukaj gor, se tukaj zadržuje in spolna, seksualna energija je ena močnejših energij. Mi smo imeli ful probleme, no. Ne vem, ali imajo tu v vseh osnovnih šolah tako ljudi z težavami, motnjami v razvoju, ki so tako v gozdu čakali in pač drkali na poti v gozdu. In je bilo kar ene par takih postojank. Misliš, da take vaše delavnice pomagajo jim osmisliti, da pač je manj tega? Mislim, o tem, kar ti govoriš, ne, je nekdo njemu ni razložil, kaj je varen tu, prostor. Ne, iz tega pol tu najbrž pride izhaja. Ne? Ampak tu je treba, spolna vzgoja se začne pri 7 letih. itak. Sicer v pač v drugačni obliki, ne bomo rekli, to je zdaj lulek, to je zdaj piška, ne, pač drugačne. Zanj so me vprašali, golota pred otroci, odvisen od spola. Ne. Spet jaz nisem kompetenten za te zadeve, ne, spet načeloma dosti se družim, absorbiram ljudi in posredujem, oznanjam stvari od ljudi, ki so bolj kompetentni. Ne. Tako da rad se poučim. Pa ful se mi zdi dobro, ko si se povezal prav z eno medicinsko sestro, oziroma psihoterapevtko, ki ima vso to strokovno znanje in pa še ti s tem praktičnim in se mi zdi, da skupaj lahko ful več data v resnici. Tako na tak način. Tako da top. Rekel si tudi, če se prav spomnim, da ste naredili nek chatbot, kjer lahko starši vprašajo vprašanja, če jih kaj zanima. Kje se to najde? To obstaja? Ne, mislim, vse to za chatbot še vedno je. Mi ga pa nismo podaljšali, ker to ni pocen. Sploh govoriva mi 4 leta nazaj. Ne? Chatbot ni bil pocen. Ne? Jaz sem samski širil 700 € za to. Tako da, zato, da je pač pol, ne vem, če je kdo uporabljal. Tako da, zdaj, če bo dosti tega zanimanja, bomo spet to aktivirali, ker danes je to cenej. Pa že sam lahko naredim to, no, tako da sem tako sposoben. Imam Jana svojega, ki je moj IT-ovc, ki mi ful pomaga. Tako da, če rab do spletno stran. Delaš spletne strani? Imam človeka, ki je človek, je, veš kaj, norc, veš kakšne spletne strani dela. Našo spletno stran Dobra družba delamo. Imamo toliko dobro spletno stran, pa zdaj bomo novice imeli s chatbotom, da bojo pač pošiljali skozi novice v našo grupo. Tako da tiste, ki zanimajo novosti, destinacije, za kakšne sejme erotike smo naredili. Se pravi, to zdaj je za lahko? Ja, gor imamo vse informacije o prihodnih erotičnih sejmih po Evropi. Pišite nam, lahko se zorganiziramo, gremo na ekskurzijo, sekskurzijo. Lahko naredimo v okviru vaše oddaje, pač lej, ne, rodi stvari, povezujmo se. Sem 2 milijona nas je. Tako. Ja, ker to se spomnim, to si v prejšnjič, ko si bil tukaj, si rekel, da bi rad organiziral izlete, kjer bi ljudje lahko šli ali v seks klube, ali na vse te erotične scene po Evropi, ki so. In me veseli, da je to napredovalo zdaj. Brez Jana mi ne bi rad. Res, on je res. On mene vsak dan maltretira, res. In zato jaz rabam enega človeka, da me brca vsak dan, res. To Jan. Ker imam ful enih stvari, no. Delaš non-stop zdaj? Spim po 5 ur, ampak se bo tega tudi mi. To bo tudi mi. Tako da, zdaj si tako pripravljam ta teden na delavnico za crtalce, teorija. Potem bo pa pravna pismenost za vse seksualne delavce in za tiste, ki pa že želijo početi, da vejo, kaj so sploh zakonski okviri v Republiki Sloveniji. Tako da, pač, potem imamo delavnico za erotične maserje, potem bomo imeli delavnico za masažo prostate, ki se mi zdi ful pomemben, kako postati porno igralec z Marijo Zadravac. Lahko vam jo pripeljem sem, če hočete. Veš, da jaz ne vem, kdo je to, pa si me zdaj... Pač najbolj znana porno igralka na Hrvaškem. Problem je v tem, ko ona verjetno ne zna slovensko, jaz pa ne znam hrvaško. Kako? Ali ne poje tvoj fant v hrvaščini? Ja, dobro, on poje v hrvaščini, misliš, da jaz razumem, kaj on poje? Ne, drugače, to sploh ni smešno, jaz ne znam hrvaško in mi je hudo, da ne znam, ampak pač res ne razumem. Enkrat sem bila po nesreč na eni predstavi, ki je bila v hrvaščini, ker sem imela abonma za kupljen in so zasrali datume in je bil pač na napačen datum v hrvaščini. Sem rekla, sem šla jaz poslušati. Bom že iz konteksta razumela. Normalno. Vsi so se skozi cel čas smejali, jaz sem bila samo tako.
Najdaljši 2 uri mojega lajfa. Tako da res si želim, da bi več razumela, ma ne gre. Tako da mene zelo žal, dragi moji, ne bomo imeli v hrvaščini epizode. Ej, Če pa znam angleško, pa lahko. če se pa jaz prijavim recimo na delavnico z masažo prostate, komu pa masiram prostato tam? Ja, kako to zgleda? That's a little weird. Tu je pa meni malo tako. Pač, mogla bi imeti svojega tam nekoga, da mu Pa ne, masiram to imaš lutko. prostato. A veš? Ja. Dobiš Lutko, une dobro, lutko, ajde, čuk, čuk. okej. Mi imamo drugače, so nam stali še lutke iz masažnega. Vem, samo lutko ne čutiš, ne. Ja. Lutko ne čutiš, kako bomo vedeli, kje ima prostato, če se ne bo premaknil. Tam je. A ja, tako. Ok. Prav, pa mogoče Drugače pa pridem. za erotično masažo bomo imeli, so se javili par naših članic, da se bojo žrtvovale. Tako da bomo lahko Na masirali na ljudeh vadili. živih Kaj pa na ljudeh. članih? Sam na ženskah se bo vadil. Kaj pa, če bi hotel kdo erotično masažo na moškem izvajati? Imamo A te tudi. tudi? Imamo seveda. Nice. Okay, drugače, ful mi je dobro, ker si začel s to seksualno dulo, ker pač moje naslednje vprašanje potem je bilo točno to. To. Tako da ti meni misli bereš, mi da so povezana danes tle. Glavno, dajmo najprej še to. Pač. Ti si na zadnje rekel, da delaš tečaj, oziroma da imaš namen narediti nek tečaj za crtalca. A si ga zdaj naredil? Ja, zdaj bom imel ta teden, oziroma naredil ga bom. Ja, To je pač teorija. ok. Prvo bo pač teoretični del preko Zooma, da bo v bistvu sploh človek, ki se spravlja to delati, da sploh ve, a v bistvu, a njega to sploh zanima. Ne? Ker bomo imeli malo daljši pogovor o tem, predstavili zgodovino tega, kaj obstaja na svetu, kako se je že zdaj evolviral. Ker spolno delo se non-stop je v neki evoluciji. Ne? Tako da tudi te, včasih smo imeli pip šove, da ne grem spet na neko drugo temo, no? Ampak govorim za evolucijo. Včasih smo imeli pip šove, to so bili neki prostori, si dal denar, se je dvignila ta zavesa, ne? In ti si pač tam opravil svoje. Ne? Pač danes to narediš, ne vem, cam girls imaš, ne vem, varianto. Ali pa kaj tazga. No, tako da ta crtalec, kadler, dula, karkoli, se tudi evolvira in je full ratal nekih podžanrov že v parih letih. In je tako zelo zanimivo spremljati svetovno sceno okoli tega. Japonci so zelo napredni okoli tega. Ful imaš teh enih fantov, teh bojtojev, ki v bistvu sploh ne seksajo, ampak sem ti kuhajo, imitirajo tvojega fanta tam. Tako, no. Zanimive so zadeve, ne. Sam to nas vse oddaljuje od pravih resnih zvez. Ne. Tudi crtalci. Pa tudi, ja. Ampak mogoče crtalce en pol korak do tega, da sploh ti veš, kaj ti rabiš. Ne. A ti rabiš seks, ti rabiš partnerja, ti rabiš psihoterapeuta. Ne. Pa si potem to že kdaj dejansko počel? Treniram skozi. Ampak tako mislim, ne z nekim človekom, ki ti je blizu, ampak z nekom, ki ti plača za to. Jaz osebno nimam te izkušnje, imamo pa crtalko, no? ki je bila v Londonu in se jo je pač izučila okoli tega, pa hodko malo po svetu. Daj nam povej, prosim, zakaj rabiš se to naučiti? Zakaj ni dovolj to, kar veš iz lastnih izkušenj? Zato, ker moraš znati postaviti mejo. Okay. Ja, se res. Vedno je meja. Pri seksualnem delu je vedno, kje je ta meja. Ker načeloma mejo si moraš ti sam postaviti. To se pravi, ni fora v tem, da se ti zdaj naučiš, kako nekoga dobro Potolažiti. Ja, ampak kako postaviti meje. Tako, no. Pa kjero vrsto storitve, v kjero vrsto storitve zapade kaj. Ne? A zaradi pravnih vidikov? Zaradi računovodskih vidikov. Načeloma je to pač komercialna stvar in se plača. Pač v tem računu je neka receptura. Ne? Vsaka storitev ima neko recepturo. Ne? Si ti imel kakaj, ne vem, si ti kak material porabil za to. Ne? Pač koliko časa traja. Ne? Time is money. Na koncu mi se še vedno pogovarjamo o seksualnem delu oziroma delu v industriji in je to delo, ne? Ki pa pač mora plačati neke prispevke in nek drag živež, ki ga imamo v Sloveniji.
Pa v tujini so ful rabljene te crtalke. Je to tako Tujina je razširjena? velik trg. A veš, nam Nemci pravijo en kleine Pumpstelle, ne. Vse, kar smo pač ena majhna bencinska postaja tukaj. Ja, se Ne, res. in mi res v velikih stvareh nismo niti trg, imamo pa kulturo podjetništva. Ne. To vidiš že pri frizerjih, pride z frizerske šole, 2 tedna dela pri enem frizerju in pol ima že nov svoj salon. Ne. Tako da pač ja, ful smo podjetni drugače v Sloveniji, kar pač po eni strani je Dober, ne? boljše. To se pravi, v tej šoli se predvsem najprej izveš, če je to sploh zate. Ja, Pa kakšni različni obstajajo, ki si rekel, da pač zveš, da se je to ful razvijalo. Kako se je to razvijalo? ja. Kako se je to razvijalo? Itak se vedno vse razvija na podlagi trga. Ne? Se tudi, recimo, včasih domine so bile domine, ne? Pač so bile, ne vem, danes so dominitrex, ki so pač malo lepše oblečene, ne? Pa v bistvu te samo pluva, pa zmerja, te ne rab teps, ne? Pač dosti je evolviralo iz enih enostavnih stvari, se tudi pornografija, če gledaš. Kam se je to vse izpiralo, ne? Tako, kot sem že ponovil, tudi v pornografiji te producenti, ki ustvarjajo te zadeve, vsi hočejo imeti te unicorn žanre, ne? Hočejo neki, da je trend. Mi ful delamo na neke zadeve, hočemo ustvarjati trende. Zato tudi, recimo, sem ugotovil s tem inštitutom za demografijo, ne, probamo narediti trend s temi zapestnicami, da se prepoznamo na ulici, da povežemo kontekst. Sem en izmed ustanoviteljev inštituta NeoArk 2035. Zakaj 2035? Ker če ne zaustavimo padanje natalitete do takrat, bomo pač mogli uporabljati umetne maternice, če bomo hoteli ustaviti izumiranje. Mogoče se zdi, da je to znanstvena fantastika, ampak to je veliko bliže, kot se nam zdi. Ker mi imamo 1,5 otroka na mamo, nadomestna kvota, sploh nadomestna kvota, ne, je 2,1 otroka na mamo. Zdaj pa po naših podatkih, po javnih podatkih, pa je migrantskih otrok 25% od tega. To pomeni, da smo na 1,2 slovenskega otroka na mamo. Severna Koreja ne bi imela novorojencev leta 2050 in bo zelo hitro izumrla kot narod. Japonska, Kitajska, ki ima ne vem koliko let že, ne vem koliko desetletij ima one child policy. V Evropi je to Italija, ki bo v bistvu med prvimi, se pravi, da ne bo Italijanov, bojo verjetno Maročani, ne, ampak tako. Ampak ne vem, če ni videti, da je to neka tako zabavna tema. Ne, drugače, hvala, Jaz se ne strinjam, sem tiho zaradi tega. Povej. Ker se mi ne zdi nič narobe, če pač izumremo. Itak bomo Ne, si, mrtvi. ej. Meni se sploh ne zdi, da se rabimo za to truditi. Če pač tako je. In neki forsirali, da bomo pa tle zdaj imeli otroke, ki jih nočemo, Razumem. malo glupo, ne? Pa jaz bi hotela imeti za to, da bi bil vsaj še kakšen pameten otrok tle, ampak se mi pa frčmaga sem za to imeti otroka. Ampak veš zakaj? Ker smo vzgojeni po sistemu individualizma. A veš, mi smo vzgojeni po sistemu skandinavskih vzorov. Ne? V Skandinaviji, če ne zasmrdi iz stanovanja, ne veš, da ti je sosed umrl. Ne? Mislim, ljudje umirajo sami, ljudje ostajajo sami. Ne vem, če mi to hočemo. Ne vem, če smo šli sploh na ta prav vlak, ker je od tukaj naprej vsaka postaja napačna. Ampak kako bi pa delovale te umetne maternice? Ker sem glih zadnjič poslušala neko debato na to temo. Ampak je bilo bolj v smislu, Vem. no, in me zanima, kdo bi pa potem skrbel za te otroke iz teh umetnih maternic, Ja, pač ker če handmaids, ljudje, ne. se zmanjšuje nataliteta
Je zaradi tega, ker ljudje ne želijo imeti Jaz verjamem, otrok, kdo bo gejovski potem- pari se bojo prvo javili, da bojo vzeli take otroke. Okay, Ja, ja, vem. ampak jih spet ni To je tako zdaj za veliko, a ne? klip. No, ja, ampak jih spet ni tako veliko, kot bi, a ne? Mislim, jaz. Ja. Ker se pa Ja, imamo še ja. polno otrok, ki rabijo biti posvojeni, pa pač niso. Zakaj bi potem ustvarjali nove otroke, če imamo pač že otroke, ki potrebujejo družino? To je zelo nedomovinsko od mene, ali kakšne imajo tu neke domovina. Pa tu. Ampak meni ni tako pomembno, da pa gli Slovenci, zdaj smo čez 10.000 let tle. Kaj se vse, ali pa če so Slovenci, ali pa Nemci, ali pa Francozi, ali pa kurci, palci, vsi so isto glupi in isto bo vsem drugim na svetu s živalimi in vsem slabo, zato ker so oni tam. Pa če so Slovenci, Italijani, Maročani ali pa karkoli. Eto, tu si jaz mislim. Okay, jaz imam otroka in jaz ne želim. Mislim, ne vem, mi bomo tudi v prihodnosti s tem inštitutom naredili tudi take videe, kjer bomo mi projicirali, kako bo to izgledalo čez 50 let. In a veš, jaz imam otroka, oni bojo sami. To bo Ljubljana čez dan bo tako, ne vem, v nedeljo za 1. maja zjutraj, se pravi prazna. Zakaj mi gradimo vse te infrastrukture? Ne? Komu služi to? Ne? Zato mi delamo en izmed projektov, je tudi demografski časovni stroj, ker bomo mi s podatki, z nekimi podatki probali projicirati, kje v neki občini, katera krajevna skupnost, kater zaselek, bo med prvimi, se pravi, šrinko, se pravi, ostal prazen, ne? Zato da bojo občine vedele, a bomo mi sploh obnavljali to cesto, glede na to, da bo. Ja, se je drugače dosti smiselen projekt, glede na to, če vidiš ful teh nekih otokov italijanskih, ki jih zdaj ti rečejo, da tam greš za ston, pa ti Za oni evro. še plačajo, Tako pa ne je, vem tako. kva, ne. Tu so ti prazniki, hočeš reči, tle so izumrli, ne? Tako, Že. to. Ja, izumrli. Mi po eni strani imamo ful srečo, ne? Mislim, prvič v življenju, da mi ne rabimo biti prvi, ne? Ker biti tukaj med prvimi je pač Azija. Mi v bistvu že zdaj gledamo Azijo kot nek časovni stroj, kaj se tam dogaja. Zato pač mi se tudi zdaj povezujemo z nekimi azijskimi inštituti, kjer pač imajo že oni svoje programe za delavnice, predavanje na šolah, mladinskih centrih, kjer pač oni so že šli čez to. Oni so Čez verjetno, kaj? oni so že šli čez to neko edukacijo. Spolno? Ne, na splošno. kakšno? O Aha. zavedanju, o demografiji, o Mhm, izumiranju, vseh teh zadevah. Ne? Oni izumirajo. To. Azijci, oprosti. Ja, Ne razumem, Severna zakaj si Koreja bo- Azijce omenil, nisem Severna znala Koreja bo povezati. med prvimi šla, Japonska je druga, četrta. okej. Mislim, Kitajci so zelo malo, ampak Kitajci ne bojo hitro izumrli, zato ker oni že uporabljajo umetne maternice. Oni že Kaj? imajo, če so oni imeli klone, že ne vem kdaj. Dobro, to Aha. je zdaj konspiracija ali imamo Ne, checked ne, facts? ne. Pač, demo neki 20 let nazaj je bila objava, da so klonirali doli. Ovčka nekaj, ni bilo to nekaj? Ja, tako. Ja, samo ne umrla, ne. Ampak, dobro. Ja, ne vem. Ampak tako pravimo, veš, koliko mi stvari ne vemo. Ne? Kaj jih dajo oni še lepo, ne? Recimo, ko si omenila Španci imajo umetne maternice, ki so jih razvili, zato da pač kako se reče, otroci, ki so prehmalo rojeni, da jih dajo v ta inkubator, to umetno maternico in da pač oni lahko odrastejo naprej. Ne? To je pač ena mogoče dobra rešitev. Prej sem te prekinila, si govoril o tem, kako se z Azijo povezujete, se boste z Azijo povezali. Ja. Zdaj si končal, da se nekaj Aha, boste z enim pač inštitutom. probamo pač njihove delavnice pripeljati, mogoče neko osnovno znanje delavnic, kar se nam zdi zdravo, kar se nam lahko tukaj uporabimo v Evropi. Naš Aleksander bo hodil po šolah, upam, da bo, on ima 3 otroke, pridanje, ne zna, da vadi. Bo pač, se mi zdi, da on dober primer, pa tudi tako malo dela kot coach, da mogoče navduši prvo, da ozavesti to med mladimi, da kakšno je stanje, ne v smislu strašenja, ker na koncu to so realni podatki. Ne? Nobenega mi nočemo prestrašiti. Mi hočemo samo
da se ne skriva, ker to so zelo nezanimive politične teme. Ker a boš ti volila za nekoga, ki bo rekel, veš, vaša generacija, pa še generacija vaših zanamcev se bo mogla žrtvovati za to, da bo mogoče preživeli 3., 4. rodovi. Pač itak, da boš volil nekaj drugega, ne? Ali pa nekoga drugega, ne? Ki ti bo prodal jutri, ne pojutrišnjem. Ne? Ampak na koncu mi bomo mogli ugrizniti v ta jabolk, limono in grenivko. Ja, vidiš, lejtle, meni se zdi, da nama malo manjka. Zadnjič sem videla eno dobro izjavo, da v politiki bi bil lahko samo ki ima otroke. In jaz se malo strinjam, ker jaz ne moram začutiti tega, kar ti zdaj čutiš. Meni je absolutno fucking vseeno. Pa kukor se tu sliš, vem, da se grozljivo sliš. Nič narobe. Ampak jaz bom mrtva. Eto. Ti si dokaz, da je indoktrinacija okoli individualizma bila uspešna. Ja, čist. Ti si uspešen produkt individualizma. Ja. Kar ni, mislim, Ne, jaz se nič ne krivim, zato taka je realnost, resnica je, ne? Prosim, da ne bo hejtov. Da ne bo hejtov, res vam povem. Oni že vejo, da je meni vseeno, ne? Ampak če bi imela otroka, mi pa ne bi več bilo, ne? In zato se mi zdi, sem prav razmišljala po tisti objavi, da je resnično zveni, da moraš imeti otroka, če hočeš tam neki zakone pisati. In to bo ful grozno, pa ne sem to, mi zdaj gremo v eno drugo fazo izumiranja baby boomerjev, ne? To je pač baby boomeri predstavljajo več kot 1/3 prebivalstva. V bistvu vse wealth imajo tudi oni. Tako da mi bomo mogli komunalni zakon spremeniti, zato ker pač bo treba drugače pokopavati ljudi. Pač, vidiš, s kakimi stvarmi se jaz ukvarjam, ne? Ja. In ne vem, zakaj skozi moram nek svet reševati, to moram, se ne vem, ali se vzdravim tega, ali ne. Ja, pa sej, mislim, če ti je to ful naporno, pol... Ni mi naporno. No, a vidiš, tako meni je to drugač strašno zanimiva tema, sploh iz filozofskega vidika, ker malo zgubim tle, zakaj bi se mogli tako truditi. Razumem, da se ti verjetno zaradi svoje hčerke trudiš. Tako? Pa tudi hočem imeti otroke še v življenju. Ja, pa tudi ona bo največ hodila imeti kakšnega otroka. Mlad sem pa lep, ne? Če niste že omenili večkrat. Mislim, vse so za kamero, sem tukaj dan. Tisti, ki samo poslušate, pogledajte še, da te videli. Mislim, če imamo že glih tle debato, pač mojih 50 centov je, da bi mogli najprej nekaj narediti za to, da bi vsi ljudje, ki pač imajo otroke, pa jih imajo namen imeti, dobili neko izobrazbo o tem, kako sploh imeti otroke. Meni se pa zdi, da je ogromen problem v današnjih časih, da ima čist preveč ljudi otroke, zaradi tega, ker pač je to logičen naslednji korak v njihovem življenju. Ok, zdaj imam partnerja, so nekaj časa skupaj, so se verjetno poročila in zdaj bom imela otroka. In pol imajo tiste otroke in potem se tisti otrok joka in najlažje mu je dati eno risanko, zato da bo ta otrok tih in super, to zdaj deluje, zaradi tega, ker te risanke so, da bi dal droge otrokom in potem imamo otroke, ki ne znajo. Retardirane generacije. In to je pač za mene je to, kar se otrok tiče, največji problem. Ne to, da jih ni, ampak to, da te, ki so, se za njih ne poskrbiti, kako bi bilo treba. Ne vsi, itak, ne. Ampak pač sem bila na pedagoški in imam kolegice, ki so učiteljice in kar one razlagajo, kako je v razredih, je meni strašno. In meni se to zdi grozen problem in se mi zdi, da pač, če hočeš ti posvojiti otroka, moraš iti čez 100,000 enih overil, pa nekih testov pa vsega, ampak če se ti pa naredi otrok, pa ne bo nobenega briga, da si ti sposoben za tega otroka poskrbeti, ne mentalno, ne denarno, ne nič. Pač imaš ga zdaj, v redu je. Bo se znajdel ali pa se ne boš briga njih. Evo, jaz bom tudi organiziral, sigurno letos mi ne bo uspel. Mislim, slučajno, ko smo že pri turizmu, pa dobro, da si to povedala, no. Vmes, da še nekaj povem, zakaj se Azijci ne odločajo za otroka, ker je tam še dražje imeti otroka. In mi tudi hočemo raziskovati s tem inštitutom, zakaj se ljudje ne odločajo. Ne? In to pač probamo sem prenesti in probati raziskati. Mi se bomo mogli še enkrat prešteti, mi bomo mogli narediti še enkrat popis prebivalstva z drugačnimi vprašanji, ki bojo bile bolj, bomo mogli malo bolj razmišljati, kaj nas zanima, zavedati od ljudi, da bomo lažje razumeli prihodnost. Mislim, ljudi v prihodnosti. Ne? Kaj se bo pa zgodilo, če se s takimi stvarmi samo ne ukvarjamo?
we are doomed. Tako pač propadali bomo, kot vse ostale civilizacije. Pač nič novega. Ampak se tako se dogaja, ne? Pa se, ampak lej, če ne drugega, jaz vedno rečem, saj probo sem. Ne? Bom pa, ful je en tak trend na Japonskem, kjer pač mlade punce, ženske želijo imeti otroke z Evropejci. In turistična agencija Kazanova bo imela sigurno demografsko-seksualno ekspedicijo na Japonsko, kjer se bomo povezali s njihovimi matchmaking agencijami in bomo ponudili naš genom v Azijo. Zakaj pa ne? Ja, saj tu imaš te agencije, ne, fulih je enih takih, niso tako. Mogoče ne te prav specifično, da se tu mešajo, Ja. ampak tako ženitne agencije pa to je nekaj normalnega, ne? To je ženitna agencija, to govorimo zdaj v tem trendu, oni hočejo rešiti A ja, svoj narod. Ne? a ja tako? To potem ne bo, pač to ne bo potem za reševanje slovenskega naroda. Ali kje bojo oni Pač- potem zdaj imeli te Ok, otroke? zdaj ti jim predstavim. Ja? Na Hrvaškem je bil požar. A so naši gasilci šli tja? Ja, mislim, ne, ampak hočem samo to reči, ker si prej omenil, jaz razumem, da še zmeraj pač to dobimo na koncu otroke in se rešuje in vse, ampak sem mislila, da specifično se ful bolj zavzemaš za to, da se slovenski narod Saj se. nadaljuje. Ampak, dajmo neki, vse, kar jaz zdaj govorim, se ne bo nič dogajalo zdaj v naslednjih 5 letih. Mi zdaj gradimo temelje za generacije, Razumem. ki bojo 2., 3., 4. za nami. Ker si rekla, verjamem, da se bo to spremenilo, da bojo generacije zdajšnjih mladih, ki bojo drugače vzgajali svoje otroke in jim ne bojo dajali telefonov pred nos. Narava poskrbi za to. Verjetno Ampak- slej ko prej, ne? Je pa treba o teh stvarih se pogovarjati, jih ekspozati in opozarjati na te zadeve in reči, hej, halo, nok. Dajmo neki. Ne? Tako da ja, ful je zanimivo. Ampak, če se hočete zabavati, imam za vas danes 2 nagrade. Okay. In pa erotična masaža 60 minut, Trzin, Fantazija in pa Hardcore klub, close in, Hardcore klub, free entry and table dance. Ok. Tako da ja, nekako se boste odločili škarjem platno, kdo bo dobil in kako. A Se dobi poteguje? dva zmagovalca pa imeli, en bo Dva. eno, en bo drugo, ne? Ok, super. Pa erotična masaža je za žensko ali moškega? Oboje. Oboje. To se pravi, lahko tudi za par? Ne. Ne, ok. Kje je pa ta hardcore klub? To je pa zraven cirkusa, v bistvu na drugi strani. Ja, v A se Ljubljani. res? Za vse tiste, ki gledate, mi se sploh še nismo zmenili, kdo bo dobil nagrado, ampak ponovadi narediva tako, Da nekaj Da- lepega napišejo. tako. Ja. Kaj vam je najbolj, recimo, danes, namesto da o naju napišite, kaj vam je na žiga to najbolj všeč? Poleg Tako. frizure ne velja, lase ne veljajo. Ja, pa bolj mislimo karakterne Ja, kaj lastnosti. povedal. No, lahko tudi lepotne lastnosti, če čete. V glavnem, pa napišite zraven še, za katero nagrado se potegujete. A bi radi table dance, a bi radi erotično masažo. Če vam je pa vse en, kjer od teh dveh, ne morate eno, morate Ej, Pa zdaj. mene še ena samo stvar. skrbi. nekaj. Lahko pa tudi komentirate en komentar za eno nagrado, pa en komentar za drugo, če hočete Hardcore klub samo plus 21, Ok. kar sem ful ponosen. Kaj pa masaža? 18 plus. Okay. Mene samo skrbi, da si ne bojo ljudje upali tle komentirati, ali bojo upali. Take nagradne Ja. igre še nismo imeli. Ja, veš, kaj, unka hoče iti, bo komentiral, unka pa noče, pa naj Kaj pa ne. imajo na YouTubu imena? Username je Se res. Ja. 85965 JKKMK. True. Ne, v glavnem ja, tako. Ampak kar se tiče erotične masaže, to moram ekspozati, ker to je tak hilarija. Res jaz sem enkrat, jaz imam čas, mislim, kukar imam časa, si naredim zelo zabavno in jaz rad pokličem kakšne urade, inšpektorje, a ne, pa se pozanimamo o seksualnem delu, želim njihove mnenja. A ne. In recimo za vse erotično maserstvo je v Sloveniji poklic, kar pomeni, da lahko ta dela opravljaš tudi kot študent. Študentsko delo pa lahko opravljaš, ko si 15 let star. No, ker pa se pravi, vsak poklic v ozadju ima neke
ima neko razlago, omejitve. Recimo, poslanec nima nič, razen to, da imaš 18 let. Ne? Za piercing pa imaš, ne, da moraš imeti tune tečaje in vse. Exactly. Kar je pač, Logično. prebadaš človeka, mislim. Ja. Halo, politik je lahko vsak. Ja. No, zanimivo pa je, da pri erotičnem maserstvu, ki ga zdaj ni več v SKD-ju kot svoja dejavnost, ampak je kot maser, kar je tudi v redu. No, kar pomeni, da erotično maserstvo lahko dela 15 let star. 15 let star otrok Po zakonu. po zakonu, v gostilni ti pa 15-letnik ne sme pira prinesti. Pa res lahko tla 15-letnica masira, brez da bi šla, policija prišla. Ne, to je Bog ne. luknja neka. Ne? Ja, to je luknja. Ampak jaz govorim, Ja. lahko bi, po zakonu bi lahko. Hvala Bogu, da se sem 2 milijona, ne? Ja, Pa da smo malo normalni. Tako da ja, to je bilo ful zanimivo in jaz sem enkrat sem dal glas, da iščemo erotično maserko. Tako da ja, itak niso objavili oglasa, tako da sem pa enkrat naredil celo sceno, ker sem iskal na študentskem servisu igralce za porno filme. Čak, prav je bil oglas objavljen. Ja, je bil par ur. Tako. A? Bo šlo pa to čez, če erotično maserstvo Sej, ni šlo? na parih teh ni šlo skozi, ne? Na parih servisih. En servis je pa po nesreči verjetno objavil in pa to je bilo pač hilarious. Pa to si objavil, si vedel, da to ne bo šlo Ja, čez? itak. Ampak jaz sem prisežen, da na zavodu za zaposlovanje videla za erotičnega maserja. To pa je, ker morajo. Ker smo se tudi mi zbudili. Ne? Moraš, ja, se To res. smo se skregali. Zato pa tudi mi, ker pa skozi težava s temi oglasi, pa sploh s prepoznavanjem seksualnega dela v naših zavodih za zaposlovanje, ker pač tudi jaz ne zameram tem gospem, ki so tam. Res, ker pač, a si predstavljaš, da jaz jim tam, da si ti na šalterju, pa da jaz tja pridem. Ne? In Ko ste rečeš, zdaj- kaj bi pa ti rad naredimo načrt za delo ali neki in ti rečeš. Tako. Jaz bi pa rad. Ja. Kaj? Kaj si pa prej delala? No, šivilja sem bila 20 let. Pač, ja. Ne, sej ni nič narobe s šiviljem, moja teta je bila. Je pa tako. Zato pa smo se odločili narediti svoj zavod za zaposlovanje na naši spletni strani, kjer lahko tudi vsi, ki imajo, naredili smo tudi hedonistični vodič, ker bomo probali dati vse lokale, klube, masažne salone na Balkanu gor, in pa vsak, ki je tam, bo lahko razpisal delovno mesto. Mi že imamo 2 delovne mesti gor, razpisane, ravno za masažni salon Fantazija, pojdite si pogledat. Tako da ja, in pa, če imate prostor, ki ga dajete najem, ne vem, v smislu Airbnb booking, ne, pa nimate, ne vem, problema s tem, da je recimo seksualna delavka tam not, ne. Tudi mi delamo svoj interni booking samo za naše delavce, da imajo, ker je težko dobiti delovni prostor za delo. Zakaj? Na splošno je verjetno Na splošno. prostore zdaj le težko dobiti take ali pa Na drugačne splošno, ali pa kakršne koli. ja. No, tako da ja, zato ker potem mi lahko njih bolj motiviramo, da se samo zaposlijo, uradno. Mi vse te vzvode delamo samo zato, da mi spodbujamo samo zaposlovanje seksualnih delavcev. Da pač plači te prispevke, se kapati je to. Kaj pa je alternativa? Kaj je... Itak vsi zdaj delajo več ali manj na črn. Ja, aha. Ja. Ker delajo na črn, kot sem že parkrat povedal, v kurikulumu izobraževanja delovnih inšpektorjev ni posebnega znanja ali pa karkoli, kako prepoznati spolno delo, seksualno delo. Tako da ne lovijo te gostince pa frizerje. Tako da. Jaz bi se malo še dotaknila tega, kar si prej omenil, da boste imeli delavnice izobraževanja. Ostali smo pri kadlanju, to smo zdaj malo obdelali. Masaža prostate, to se pravi, imate lutke, na katerih se vadi. Vi morate nekaj vedeti, to ni klasična delavnica, ki pride 20 ljudi tja. Koliko pa? Ne, pač to bo bolj ful intimna zadeva. No? 3. To se pravi, omejeno število mest. Ja, itak definitivno. Koliko pa stane?
ne moramo še, ker moramo še narediti kalkulacijo, pa komi čez en mesec je. Tako da Je cool, delamo to na bo že tem. vsak cajt. To bomo jutri naredili. To se pravi, če koga zanima, to na spletni strani vaši. Na najde. naši dobra-družba.org. Okay. Ja. Katere delavnice se pa najbolj veseliš? Kire v delavnice? A ti vse vodiš ali vodiš kakšno od teh? Jaz sem povezovalec, doskrat sem teorijo imam jaz čez, ker sem dosti načitan. Imam znanje. Vi morate razumeti, da tukaj jaz nisem one-man band. Ne? To je kolektivno znanje, se pravi zbirka kolektivnega znanja in izkušenj naših delavcev in članov. Tako da. Imate veliko članov? Je to najprimerno vprašanje? To je tako, kot bi na Facebooku lajku Pornhub page. Kako to? Ki ti vstane v tvojem biotu, kaj si vse lajko. Pač tega ne delaš. Ne. Imamo nekaj članov, ker več ali manj mi samo našim članom pomagamo. Znotraj članstva mi pomagamo in dajemo informacije. Izven članstva ne dajemo informacij in zato se pač moraš prvo v članek kot supporter ali kot izvajalec. Tako da večinoma so člani iz tujine, večinoma govoriva tujine, Srbija, Hrvaška, Bosna, ker od tam največ ljudi pride v Slovenijo delati. Ne? Slovenke pa delajo drugje. Veliki dela v Združenih državah, po Švici delajo dosti. To se skorta. Tam več zaslužiš, verjetno lahko. Ja. Ko pa priješ nazaj, sam pa imaš pol. Pa greš pa v nebo, pa trošiš. To se pravi, kire delavnice se najbolj veseliš? Erotičnega maserstva. Ja. Tam bom sodeloval. A boš bil unka, ga masirajo? Ne. Lutka. Ne. Bom kar mentor. Ja. Odlično. V glavnem, mi imamo segment, kjer pametujemo, če se spomniš. In jaz sem bila sicer nekaj prištiman, ampak danes bomo za spremembo odgovorili na eno vprašanje, ki si ga ti dobil na Instagramu. Na Instagramu? Ja. Ja. To nam je povedal glih, preden smo začeli snemati, tako da bomo se prilagodili temu, ker je bilo dobro vprašanje in me zanima tudi, kaj boš odgovoril nanj. Ok, anonimno. Pač dosti me kontaktirajo in lahko me še kontaktirate glede tega. In ker je bilo zelo dobro vprašanje, je, da ne bom čist direktno povedal, tako, ne bom pa moj fant je rekel, da ne čuti, ko mu izvaja moralo. Čuti zelo malo in zelo dolgo traja, da mu pride. Ne? Pač če imam kakšen nasvet, itak bomo zelo kmalu bova prvič seksala in če manj lahko daš kak uporaben nasvet. Ja. Zdaj, ful lepo, da so fant pa punca in da še niso imeli tako seksa. A veš, da ta ljubezen zori, da se igrata, da se raziskujeta. In tako pač ful pohvalno. Prvo moraš tudi iz sebe izhajati. Ali se samo zadovoljuješ. Ne? Pač načeloma gospodična je rekla, da samo površinsko, se pravi, ni bilo še penetracije. To pomeni, da bo prvi spolni odnos bolel. Ne? Tako da moj predlog je itak normalno s kondomom, ne zato, ker bi nekdo imel spolno prenosljivo bolezen, ampak da ne bi prišlo do prehitrega izliva pri moškemu, ne? Ker ne veš. Druga stvar je, predlagam pozo, govorim za seks, predlagam pozo, da je moški, se pravi, leži na hrbtu in da se ti usedeš gor in ti kontroliraš, kako globoko greš, koliko hitro greš, koliko intenzivno je. To v bistvu tudi predlagam, da se pri vseh ostalih zadevah, da se tudi začne seks pri drugih, se pravi, tudi pri odraslih, ker ni vsaka ženska takoj odprta. Ne? In je fino, da
se ona gor usede prva na spolni ud, oziroma kako bomo zdaj to tukaj rekli. To, kar se tiče felacije, se pravi lingam masaža v povezavi z blowjobom. Zdaj pa ena skrivnost. Fantje, če želite imeti kvaliteten blowjob, vzemite njen prst v usta in se igrajte in ji pokažite, kako bi bilo vam cool. Pogovarjite se o tem. Nič ni narobe, če je sproščeno. Seks ni tekma, je ples. Tako da, kako musko od zadnji, ne sicer neko balkansko. Ne vem, kaj ti misliš? Ja, moj 50 cents bi bilo, da po mojem on mora nehati drkati, ker če še niti seksala nista, pa on nič ne čuti med oralnim seksom, pa če predpostavimo, da ona vsaj malo povleče, ne pa da ima sem tako jezik gor. Ne veva. Ne veva, ja. Tako, jaz mi ne priporočala, da ti probi malo bolj podsuzati, kakor da tako največji vakuum na svetu narediš, pa probi, če on čuti. Ker pač v bistvu blowjob ni tako najbolj enostavno dejanje na svetu, ker ko ti nekaj časa imaš usta tam gor, te boli čeljust in vse, tako da če pomisliš, ti moraš malo odpreti in malo podsuzati. Tu je moj nasvet, njej, njemu pa da neha drkati. Pa se mu bo vrnil ful občutka. Mislim, pol druga stvar, ki sem jaz imela enkrat problem, je pa, da je bil brezen. Tako je, jaz sem tudi vprašal to prvo stvar, če je brezen ali ni, ne? Je rekla, da ni. Tako da ja, moje nadaljevanje je definitivno zmanjšanje masturbacije pri fantu, ne? Definitivno lingam masaža tudi v povezavi z rokam, verjem, ko ti narediš vne skvize, se ti zmeša, ne? Ja, roke pa pač kar fajn, pa kožo dol drž z eno roko. Pa naolit. Imate kakšne oljčka za to? Prvas? Imamo pa, ne. Sam skoraj bolj za samo oralo bi jaz priporočala kakšen lubrikant z okusom. Na vodni osnovi. Na vodni osnovi. Zaradi tega, ker tist olje v ustih imeti, pa zraven kondom, pa penis. Ne, mislim za oralni seks. Ja. Za seks pol ne bi priporočala z okusom, ampak pač za oralni seks, pa zaradi tega, ker če boš ti zdaj to res podmazal, pač še vsem hočeš, da tisto, kar ti pride v usta, da je dobrega okusa, ne da imaš pol neko olje, pa ti je pol vse tako, pač, ker če to nekaj časa izvajaš. Nisem fuleno dobro, tako olje po breskvi pa to, ja. Mislim, da ga imam s sabo, po breskvi? Za probati, ja. Olje z okusom Intimno, imaš? Intimno olje. No, tega pa ne poznam, tako da ful dober. No, evo, kaj tazga, da ni samo surov olje ali pa čist navaden lubrikant, ker ti pol malo tako, samo zaradi okusa, ne zaradi drugega. Skoraj že, ker je pa problem tudi, da on preveč stisne kodrka, ti pa pol ne potegneš z usti tudi dost. Tako da zdaj ti treba izenačiti. Jaz sem imel težave v mladosti z obsedenostjo, z masturbacijo. Ok, in kakšne so bili posledice? Fizične, tako imam odtis, deviacijo v bistvu kože, imam v bistvu pigmenta. Tako, si bi pokazal. Ne zibavam se. To pa kapilare so mi počele tako taki simbol. Tu resnično, sem tukaj stisnil. Tokrat pač to je bilo res. Probam si priklicati, kaj je bilo takrat po kiram obdobju, ful imam zameglen, bom mogel malo več kopati po temu, no, da zvem, kaj vse je bilo, sem cajt imeti za to. Ker se zdaj se ukvarjam z drugo rastjo, no, pač dost marmram, tako ful marmranje mi je top, tako se pomerim, učim se žvižgati z grlom, tako kot oni menihi. Grleno petje, ko imaš dvojne, neki dvojne. Ful dobra stvar. Ful. To pač ful počas počnite. Prvič, ko sem jaz to delal, sem pretiraval in sem 2 dni bil brez glasa. Ja. Ok. To je kar dober skill, zanimiv. Party trik. Ja. Masirati, no. Ja, masaža, erotična masaža, zakaj? Pač naši fantje so ful slabi v uverturi, ne? Lej, pač, če že ne znaš biti, ne vem, nek kazanovak, pa noben ne rab biti, nobenega se to ne pričakuje. Dej, investiri v nek drug skill, ne vem, v masažo, lej, tam ne rabaš veliko govoriti, ne? Ker ni to namenjen samo za erotične
za seksualne delavce oziroma bodoče seksualne delavce, ampak bi naredili take delavnice, da zanima tudi druge. Glih sem bila na TikToku, en Slovenc je za svojo punco za darilo ji kupil ene par stvari in zadnja stvar je bila masažna miza s tem, da je naredil tečaj za maserja. Imagine, da narediš tečaj za erotičnega maserja kot darilo za svojega partnerja. Prav za erotičanja. Zdaj lahko še to narediš. Ni v bistvu neka tok znanost, no? To erotično maserstvo, kakor je koreografija. Kakor je narediti ambient. Pa von. Ne? Ambient, von, koreografijo. Da znaš vsaj te osnovne move. Ne? Ker na koncu, tako kot pri tantrični masaži, ti se naučiš neke osnove, neke okvire se učiš, ampak nadgradnja tega, da ti to izvajaš, da ti to znaš, je, da ti narediš svojo koreografijo. Ne vem, jaz masiram in z nogami, in z komolci, in s tem, in cel sem na tebi. A veš, pač, tako zlijem se ka voda po tebi. Pač, čim več stika, čim več povezovanja, čim več hitro, počasi, malo bolj intenzivno, malo manj intenzivno, pač tako, ne. Prehodi, ne vem, poveš kaj na ušes. Še ena stvar, ki sem ugotovila, da nisem dobila odgovora na njo. Sorry. Ne, v bistvu smo vse tega dotaknili, ampak še zmeraj ne vem, kako doživiš injakulacijo. A je to tehnika, ki bi lahko vsaj tako na hitro povedal, kaj ti narediš, da se tebi to zgodi, da bi lahko mogoče nekdo že to danes doma probal? Imamo kak... Ne, ker jih ne smemo Dildo? Ali koga? Kaj bi rad? Lahko ti Daj mi to, ja. Kaj hočeš pokazati, kaj stisnejo? Ja, to so jajčka. Ne? Tukaj je ut naprej. Recimo, to so jajčka. Tukaj 2-3 prste spodi je tak koren penisa. Tukaj, če si probaš, lahko je taka odolbinca. To se pravi tam, kaj je ta šiv med jajčki? Še nižji. Še nižje? Ja. To se pravi, greš prav, od spodi. Pa 2 pod jajci, 2 prsta, 3 pod jajci, odvisen. Kaj tam, kaj ta presredek? Presredek, ja. Ja, v bistvu nekje na sredini, med jajcem pa med anusom. Ok. Tako, ja. In tam je ena taka lukenca začutiš, ne? Stisneš z 2 prsti, jaz pač z 2 prsti, stisneš not, oziroma držiš, ne stisneš, in preden ti pride, recimo sekundo, stisneš in začutiš, kako se napenja tvoja mišica, kako špricne od tukaj in kako ti tukaj zadržiš. Druga varianta, to je v bistvu za začetnike. Načeloma, pa jaz rad tako povem, si fant, zapri oči. Medve nisva fante, tako da bova kar z odprtimi. Predstavljaj si, da greš lulat. Ne? In ki še zadnje 2 kapljice probaš otrest, pa probaš stisniti. No, ta stisk, ko ti probaš stisniti ven ta urina, ne? S tem si ti stisnil te medenične mišice. No, zdaj pa stisn, pa drž. Si držal, nisi popustil, si nisi vedel. No, tako moraš trenirati. Stisneš, kontroliri, stisneš, drž, spustiš. To je pač ena osnova. In drž zadržuj, bolj močnej stiski. In ko boš to malo obvladal, boš lahko zadržal injakulacijo in boš injakuliral brez rok. Ampak ne to probavati med seksom, ker boš naredil otroka, kar sicer nič ni slabega, ne, ampak ti si odvisen, v kakšni situaciji si. Ok. Se pravi, vi morate not tu zadržati. Načeloma. Težko si predstavljam, zato ker v resnici ta gib je tudi gib med orgazmom isti, ne? Sem, da ga moraš ti se pravi pred orgazmom že vključiti in držati pol. To je bilo uporabljeno? Ja, je bilo uporabljeno, ja. Je tudi zelo dobro učiti. Zabavam se, mi vse, ne.
Da sem se že prav strašila. Ne, tle so vse stvari uporabljene, to bi že ko- mogli ljudje Ko vedeti. vodo pil iz To, tega. Oh kar, moj je, bog. to, kar pa tle res predstava, pa ja, sprobajmo Ja, pa ja, tle predstava. so vse stvari uporabljene. Ampak vse zelo dobro operemo. Tako da, ko greš v gostilno, pa ješ z unovilco, ki je Tako, že ki 100 ljudi je- pred tabo Ja, se v jedel, bistvu, ja. pač, lej. Ja. Lahko bi naredili vinted za... Ne, Pa se že imajo, veš, A na ja? Redditu prodajajo used sex toys in pač Ja. pol imajo te kategorije, da so prav silikonske, da se jih da prekuhati in tako in si jih med sabo no problem prodajajo. Imaš pa tudi to slovensko firmo, ki pa posoja, ne, lutke. ja. Na izposojo. Ja, vem. Slovenska firma. Ja, Ja, pa ki so si- bili na erotičnih sejmih. Ne, Ja, pa poznam gospodično. Ja. Ja. Ja, ja. To je meni čisto fascinantno, da rečeš, kako pa umijajo oni tu palo do znotraj te lutke. A imaš prav, dobiš kit zraven? Prav kit, tako To dobiš moramo za pa prav čiščenje. njo povabiti. da To bi pride. bilo pa zelo zanimivo. Mhm. Ja. A imaš Mislim- kontakt? Ja, Dejte, Pa bi te bom oni pol kaj prosila. tazga zanimalo? Ja, bi prišla. mogoče ravno ta trenutek, ne, ker mislim, da ima neko družinsko situacijo, Okay. Aha, ampak nasplošno. ful zanimiva oseba. Ja. Ja, jaz to Ful hočem. zanimivo. Mene Mene zanima. Mene že od to zanima. Ja. Je drugače, zdaj, ko smo lih pri tem, ne, bom jaz zdaj to ja. predstavila, ker imamo še intimni kotiček. Mm. In sicer to je bilo na sliki, je meni zgledal manjše. In jaz sem tako vesela, da je to tako veliko, kot je. Ker je ful briljantno, pač tako za v roko stisniti. Tak bokser. Ja, pač cel se obrne naokrog, pač zato, ker sem rekla, da je dobro očiščen, pač it really is, ker ga lahko celega obrneš, bloink in ga upereš in posušiš in pa ga obrneš naokrog. in Igram ga sem pač na še WC-ju. posušiš. Nima pa strukture. Ma, Ma? Ja, ja, Bunkice ima. ima noter. Okay. plus, ful je dobro, ker imaš še tele naprstnike, da ga lahko stisneš bolj ali pa manj in ti ostane v roki. Da ne Da. ti drži zdrsne. z dungar lubrikanta, Ja. pač to je perfektno. Jaz ne vem, zakaj so Ja, vsi taki, da daš Nobelovo prstno. nagrado človek dubu. Plus, Res je genialno, no. pač, jaz sem to z Janom skupaj sprobala. Njemu so ful všeč take stvari, ki imajo na koncu prosto. Zaradi tega, ker mu pride, ima ful občutljivo glavico. a ne. In mu je ful dobro, da na koncu ni nič tako zaprto, da lahko sam dol daš. Ne, Ja, pol. ja, Jaz sem ja, tako, ja. pač že zmer gor, ampak da dol potisneš. Meni je pa to tako zabavno. Jaz sem Ne pa vem. že povedala, jaz sem tako ljubitelj teh masturbatorjev, ki so še tako malo prozorni, ki so mehki, ki pol to lahko stiskaš in se igraš in je tako fajn. Pač obožujem. Tako da jaz sem bila zelo, jaz sem A zato se Jan skozi smeji na slikah. On se čisto smeji. Res. jale, A Jan in male kolera. skrivnosti. A Jan in Ne. To se kolera. bo pa še naučil. Ampak zato sem te vprašala, da, bo lahko, da mu povem, ker sem se že Jan, enkrat o tem bova se pogovarjala. dodala na Instagram. Tako da, ful dober, tudi njemu je bil ful všeč in je rekel, da je 10 od 10. Tako da, ta je Mogoče imaš res ti tak dober grif. klasičen. Ja, je Ta- težko sem jaz Ta uživala. so uni, ne, jobi, tensek, neki, una firma to. Ker ima več tehle, ima več jih z ročajem. Jaz bom vse Ja. te z ročajem dodala tam nekam pod highlights, ker tu je pa kaj tako genialnega. Res, game Da ti ne changer. drži z roke. Prav razmisliš, so nekaj včasih naredijo te igrače take, sem, da so. Ja, Ne? ja. Ne, ta je pa res. Pa Ful taka dober. lepa barva je. Pač edini minus je res pač ta, pač, a veš, če ni prozoren, ga itak lahko s tem koruznim škrobom malo popudraš, zaradi tega, da ni lepljiv, da se Ja. ne prime vse gor. Ma taki prozoren mi je pol škoda, ker pa ni, pa tak matrata, pa ni več tak svetleč. Ne? In pol je problem, ker če ga nekam tako odložiš, se pač vsaka smet gor prime in pred uporabo ga moraš očistiti. Zato, da ni poln stvari, ki se gor primejo. To je edini minus, tako da, evo, 9,5. Ali pa od ga s mene. kondomom uporabljaš, če ga ne očistiš. Pred uporabo. Ja, to je že bolj, to je pa bedno. Ja, Raje ga očistiš, bedno. da si daš kondom gor. A imamo lej. kakšne produkte za seksualne delavke? Ne? Jaz sem full enega tam placa, Ne Tam- vem, kakšni bi bili to produkti za seksualne dele. Recimo, profesionalni, ne? meni je tu produkt čist idealen za kaj tasga. Najbrž ni. Ne. Ne, veš, to moraš nekaj razumeti, ne? 5 do 10 strank, ne? To pač ni to romantike. No. Ja, sej. Drugač pa ful je v porastu, ful moških pride na strep-on. Ej. Ja, to pa verjamem. Bam! To pa Spet verjamem. to jaz bom edin gost, ki bom prvič prišel tretjič. Jaz bi pa tule s streponom, tu pa zveni kar dobro. Ne? Da nekoga s streponom za denar, sploh se sleč ne rabiš. Noč ne rabiš. A ne? Ja, rabiš, moraš delati. Nabijati, ja, dobro, ajde.
Ja, ne vem, kakšne bi bile za seksualne delavce, lubrikanti, razkužila, kondomi, olja, kakšni geli za stimulacijo, kakšni... Streponi, kot si že povedal. A ja. Potem imaš te easy fetiš zadeve, kakšni spankeri, Ja, kakšni bički. ja. Veš, kaj bi mogel narediti za strepone? Pač ona ima ta pas, ne, svoj. Stranka si mora pa sama kupiti dildo, izbrati velikost, seveda, a ne? In potem mora vsakič pač prinesti s sabo si ga. Ne govor, jaz se Pa bo- spomnim ene doživete zgodbe, ene naše delavke. Slučajno ker sem bil pri njej, bil sem pri njej na obisku, Okej. ne privat. Tudi če bi bil pač Ne, veš kaj, jaz dejansko nimam spolnih odnosov s našimi članicami, ne izkoriščam svoje predsedniške oziroma bivše predsedniške pozicije, tako da ne izkoriščam svoje moči. Tako da ja, in grem mim in človek je imel cel ruzak s sabo stvari, ven mu je gledal, ne vem, neka zadeva mu je ven gledala iz ruzaka, ki je jo povel z neko ruto. Ampak model je, kot sem slišal, je model pač car, pride vse prinese sam, tudi popuca za sabo. Ja, pač ja. ko, eni so res, ene stranke res, veliko tujk rado pride sem v Slovenijo nazaj delati, ker so stranke top. Je to so drugačne, bolj kulturne? Ja. To je pa lepo slišati. Bi si mislila, ja. So Italijani, recimo italijanski seks, ne, je tako bolj počasen, oni vzamejo več časa prostitutko, pa gledajo malo še film zraven, pa malo skoč, pa malo pregrizne, pa več oni so taki hedonisti. Ne. Tako da ja, zanimivo. Nice. Očitno bom res mogel spet priti. Jana? Jaz imam lisiči rap za predstaviti danes. Opa. In sicer tale rap je že skustila v tej posodi, ne? Jaz sem mislila, da smo ga že predstavili, ampak ga nismo. To je moj najljubši lisiči rap. To je drugače namenjen, da verjetno, da malo popestri analni čep, je to drugače, v rici ga daš in pol ti to ven visi, ne? In namenjeno je, da si malo cute. Ampak jaz sem tukaj nosila tudi doma. To se pa prav spomnim, da sem že enkrat govorila, mogoče ste že slišali vse doma in sem bila tako najbolj cute mucka ever in to mi je bilo prav tako za zabavo in sploh mi ni bilo več seksualno, tako sem bila, jaz imam rap, hvala Bogu, ful je bilo dober. Nič, edino, samo pač eno pripombo imam in sicer ta rob je tak oster rob, ni glih najbolj tale. Veš, bi mogel biti tak zaobljen, da te ne bi med ritnici rezal, ful je zoporno to. Ampak kaj je dober. Itak si cute, pa ti je vse. Pa ja, pa če imaš špeh na riti, tako pa malo ne čutiš, usedeš se pa itak ne, ker imaš pač rep, ne? Ja. Pač tam malo kuhaš, pa tako. Ja. Tako da. Drugače, ne, to je fajn zadeva, če pač imaš ta čepek noter in potem je boljši občutek med seksom. Definitivno. Ja. Tudi zate, kot moškega, ne. Ker je občutek oži v nožnici, ker pritiska čepek na steno. Tako je. Ja. Za ženske je pa tudi pač ful bolj polno, ne? Če imaš še to noter. Tako da, ful dobro, no? V resnici, jaz obožujem te repke. Imaš pol še vse možne lisiče. Ok, imaš tudi enega pasjega, ki fucking maha. Tam je bil tako malo ekstra, ne? Pa imaš pa lisiče, zajče, vse možne, konjske, dolge, kratke. Maurične. Drugače, ful so mi bili fascinantni uni spolni, seksualni udi od živali. Misliš, dildi te, ki so fantazijski? Fantazijski, ja. Noro. Super. Ja, imaš te fantazijske, ki so pač vesoljski, imaš pa zdaj tudi, v Sloveniji sicer še nisem zasledila, pač Ja, ta dejansko gospa jih ima. živalske. Živalske v Taka smislu... malutke. Ma tudi to. Ja, jaz sem te fantazijske. Mislim, Ampak tako v smislu delfinski pasi, tako da so prav živalski, ne? A ja, se to je samo tudi ti živalski, ne? Se ti tudi... Meni pa živalski so mi too much. Ja, meni bi bilo tudi Meni so tomač. ti vesoljski top, Ja. ker so vesoljski, Aha. ampak živalski mi je pa tako, ne vem, če hočem vedeti, kakšen je občutek. Pozabili smo povedati, da vse te stvari lahko najdete na Pitchpopu in uporabite kodo med nama 10 za dodaten popust. Ja. Ne? Ja? Olajšala sem vam tudi delo, ker zdaj sem jaz ugotovila zadnjič prejšnji teden, da tudi jaz na svoji spletni strani včasih ne najdem igračke, ki smo jo imeli aktualno ta teden v intimnem kotičku.
Zdaj je aktualno. Ja, zdaj sem vam dala aktualno na homepage, točno te igračke in reviewe in potem tudi v kategoriji so prve. Te, ki jih vidite v tej epizodi. Tako da boste vse našli. Bravo! Ja, in jaz bom Super. našla naslednjič, ko bom iskala. Ja. Okay. Zdaj imamo pa še Never Have I Ever. In to zdaj že veš. A te moramo spomniti, kakšne so pravila. Vem, morate tudi se tako, mogoče nekdo na novo pride sem od gledalcev. Ja, imaš prav. Ja. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima unga smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Za vse tiste, ki ste danes z nami prvič živijo in ful dobro ste z nami ostali do konca, upam, da vam je bilo všeč. Na koncu se gremo eno igrico, ki je v bistvu izpeljanka ameriške igre Never Have I Ever, ki se jo ponovadi igrajo v filmih, ko so pijani ljudje. Mi tukaj pili ne bomo, bomo imeli pa prste. In za vsako stvar, ki smo jo že kdaj naredili, bomo dali en prst dol. Tisti, ki da največ prstov dol, gre na koncu v zapor zaporedne. In tisti od nas, ki bo pač ta teden zgubil, bo tudi v zaporu zaporedne in se bo družil z vsemi vami, ki boste tudi v zaporu. Cel teden. Jutro ob 7 moram biti v službi, do takrat pa lahko. Ne, se prideš le v ponedeljek epizoda, tako da jutro si še frej. Vse še ni nujno, da zgubiš, glej. To gre ta v ponedeljek, se res. Ja, tako da. Prva je, nikoli nisem masturbiral v naravi. Tako da, če si daš prst dol. Če sem? Če si kdaj masturbiral v naravi, daš prst dol. Da si pa ti masturbirala v naravi? Halo. To ni Jaz nisem nekaj nikoli. najbolj Vsak zdravega. fucking ta drug dan. Ta drugi dan. To je nekaj najlepšega. Drugač verjamem. Pa si veš, da jaz kamorkoli Razen grem, če tako klopov. tudi v službi in povsod lahko jaz tu. Ja. In veš, da tudi če grem ven, pa me neki mika bom že našla. Plc. Čakaj, si kakšnega klopa dobil, ko si Ej, bil v kmetiji? Prav nobenega. Prav. Okay. Prav nobenega. Si imel Ne. uno vratnico za klope. Ne, nisem. A je kdo dobil kakšnega klopa? Ja, so dobili. Res? Mhm. Ok. Pa Oba- otroka tudi. Ja. Jaz nisem. Next. Ti pa Glavno- nisi v naravi nikoli, tudi Ne. seksala, ne? Seksala, ja, masturbirala pa ne. Okay. Ok, Sara in Žiga sta dala prst dol. Nikoli nisem masturbiral v sobi, kjer so zraven mene spali drugi ljudje. Sara je dala prst dol. Sara, tebe nisem pričakovala, da sem pa računala, da si v Ti kmetiji. tu že veš, ker si me enkrat napizdila od tega. Ne, nisem v kmetiji. Ne, nisem v Ne? kmetiji. Ne? A je kdo? Ne. To ne vem. A veš, da ne vem. Jaz sem bil tako utrujen, da sem zaspal. Sam. Se, ja. So pa seksali. So. So seksali medtem, ko ste bili v sobi. So. Ne, Kaj? Pa tam so one kamere, to se jaz vidi. sem navajen bolj kvalitetnejše bačine, tako da je bilo to bolj bogo. Ne vem, jaz raj, tako kar par postu, raj ne bi seksal, kot bi slabo seksal. Lej, Lucija je tu fulemara, tudi zdraven. Ne, jaz sem zdaj šokirana, ker je rekel, da so slabo seksali v kmetiji. Da seks je bil tam, da je mislila, da si bil... šokirana še Ne, zaradi vsega. Ne, to sem zdaj. Mislim, moj vzdrževalni seks je veliko bolj strasten in boljši, kot je bilo tistem videti. Res, pač jaz razumem, jaz res jih razumem. To pač nisi mogel Ja, itak. tam pod koutrom, Ja, neki itak. povseč škrip ali pa... Še to. Ja. Ja, drugač, iskreno, jaz sem razmišljala o tem veliko, pač kako je tam seksati v kmetiji. In jaz nisem prišla nikoli do zaključka, da je tam lahko dober seks. Pa greš ven v hosto seksati. Ma tam neki na hiter, na skrivaj, nimaš niti časa, da se napališ. Pa če ne vem, no, meni se to zdi nekaj tam na suho, na silo, samo Ja, zato, ja. da si. Ne greš Ne, glih tako seksati. Umazan si, itak, še si tam, koliko si se lahko tam tuširal. Kaj boš zdaj tam nek oralni seks Ja. izvajal na enem penisu, ki že 5 dni ni bil upran dober? Ma, halo? Ne. Ja, imaš prav, Ja. imaš prav. Pač ne vem, jaz sem to vse tako malo razmišljala, Mislim, meni ni to. Meni je bilo čuden, tam so se ljudje tuširali v kopalkah. Meni to ni bilo tako. Pač,
Ampak tudi tam, ko so bili v štali, ali tudi v hiši so pa imeli normalno. Jaz se tuširam nak, ne? Pač, Ja, to sem slišala, da si bil edini, ki si tam nak se ne, tuširal. verjetno sem bil edini. Verjetno Mislim, da si nisem bil bil en redkih. edini, nisem gledal, ne, kdo vse je tam, aj se je kdo še nak kopu ali pa tuširal, pač tega nisem počel, a ne. Slab sem vojever. Drugače pa ja, pač jaz sem se orenk hotel oprati, ne, Ja. pač normalno. Ampak, ko so bili pa v kopalnici, niste imeli unih kamer, ki so skozi snemale, valjda. Bar ne vem, mislim, da so bile. Ja. To se pravi, pa so se zaradi tega tuširali v kopalkah, ki jih je bilo strah, da bojo to kaj, na televizijo dali njih njage, takih ne bi. Da jih ne bi produkcija videla gole. No, jaz sebe nisem še videl tam, da nazga. Se te ne bi dal, po moje. Razen, če bi za nekaj ful šokantnega govoril takrat, ko bi mogli, pa bi Jaz te se pa zablurali. Najbolj bed mi je bilo, ker pač, ko si v hlevu, pač normalno ni tople vode, pa še mrzlo je, pa fajn, lepo podelensko zapiha, tako mrzo, ne, zdrakac. Tako da takrat, ene parkrat me je res zebal. Tudi kopalka, bite. Ja, Vse tudi. to. Ja. Oh, okay. Jaz več ne vem, kje smo. Nikoli nisem seksal, oba sta imela 2 prsta dol. Nikoli nisem seksal z nekom, ki mi je bil v resnici malo grd. No, jaz sem dala pa mi 2 žigom, prste dol, pa Sara ne. Jaz sem malo lažen, ker nočem spet zgubiti, ker fora je, da igra žiga zgubi. In tako da smo vsi seksali, kako je bil malo grd. Nikoli nisem poskusil drog samo zato, da vidim, kako je seksati na njih. Sara je dala prst dol, žiga razmišlja. Čakaj, nikoli nisem Poskusil drog samo zato, da vidim, kako je seksati na njih. Jaz sem probal. Eto, prst dol. Videla sta kar tako, videla zdaj tekmujeta. Ne, tako je. Ja, oba imata isto prsto dol, zato. Ok, super, nikoli. In kako je bilo? Kaj pa si proval? A to ne smemo povedati. A to lahko povemo? MDMA, recimo, dobra stvar. Ja, to sem slišal. Ampak ni tako, da... Pa ne vem, tako kakšna domačica. Ne morajo moški kao ponovati seksati na MDMA. A je to ta? Ampak te nismo problemov. Aj, to je, ko si ful ne, težko se imaš z vsem, ne? skoncentriraš, ne. Tu bi tudi lahko imela enkrat chemsex, ne. Ja. Ja. Sem to je ful. Joj, veš, Sem kaj to vam mogla nisem imeti- razložil. Da, ok, pol bom kasneje. Zatem, Mogli bi imeti pač enega strokovnjaka, ne. Ja. Da ne bomo Ker- imeli neke stvari bluzile. Ja. Ne, povej, ker če ne boš pozabil. ne bom pozabil. Okay. Nikoli nisem sesal prstov na nogah. Če sem si dam daš dol. prst dol. Itak, uredno. A si rekel vedno ali vredno? Vedno, redno. Aha, redno. In vredno. Pač, ja, tako pač normalno pač imaš ta. No, kako sem lahko pozabil? Ta. Misionarc pa Misionarci, noge ja, gor. misionarji. Edino In pol imaš logično nogo mesto. tle. Misionari in pol prstki, pa gledati, pa igrati se, pa to. Itak. Normalno. Sara pa tudi je Prosim. dala prst dol. Ja, Jo, jaz se enkrat spomnim, zdaj ne bom povedal s kom, kaj itak prevečkrat omenjam, ampak enkrat mi je to naredila, ne moram reči ena, ker ni ena oseba in se me po nesreč brcnil. Ker mene je to tako zgčkali, meni je bilo tako bed in sva uničila cel moment. Ja. Se zgodi, tudi to je del seksa. Mhm. Kaj si hotela reči? Ne, noč. Da sem enkrat po nesreči. Enkrat sem tako vmes in da hit of the moment in pa sem ugotovila, kaj se je zgodilo. In sem bila tako, Ja. Pa sploh ni bilo slabo. Ne, ja. Ja. Tako da ja, dajmo zdaj tole, kdo je zdaj zmagal, kdo je izgubil. Še 2 imamo. Aha. Ja. Pa oba imata isto dol. Nikoli nisem seksal pred ogledalom. Itak. Itak. Sara? Nisi? I don't recall. A ni bilo že več kot 5 vprašanj? Ne, Jaz se 7 mislim, jih da je. jih ima ona nekaj več. Veš. Aha, ok. Ja, Dobro, pač ok. pojdiš na novo roko. Ja, 7 jih je. Nisi? Ok. In pa nikoli nisem masturbiral na porno film, v katerem nastopam sam. To pa res. Ne. Ja, itak da ne. Kako je tako, lahko bi? Ok, škoda. Ja, pa. Nisem jaz Riedel. Kaj nisi? Nisem jaz Mr. Riedel. Ne, on pač je mojster tega. Pač Ja? On je rekel zanj, da on je zmožen masturbirati tudi na svoj pornič. Kar pač, lej, Te vsaka pa čas. ni. Zakaj?
Ja. To je to, da bi nekom videl. Pa jaz sem tudi na svojega sposobna pisati, kaj se pari doma posnamejo, da pol še kdaj Jaz pogledajo. nisem imel časa to delati. No? Ja, dobro, Ja. okej. A pa sploh ne gledaš pornografije drugače? Ful redko gledam pornografijo. Aha. Jaz gledam pornografijo, jaz vam res povem. Jaz gledam, pa še muha me, pa še pozdrav. Jaz gledam pornografijo, da vidim, kva dogaja. Grem gledat, recimo, to bo fucking weird. Grem gledat te tabu scene, da vidim, koliko delco. ja, ful je invalidov ratal na polno. Ful je ta poraz rad v teh. Ja. Pač moram spremljati ta trend in sem to pač to preletim, a veš, ne? Ker pač ene stvari se mi ne da gledati, ker pa imaš lahko malo travno, ampak je pa zanimivo, mogoče, ali pa da se bojim, da bi me napadali, v bistvu, zdaj, kar razmišljam. Meni se zdi čisto normalno, če te napali en pornič, v katerem je noter invalid. Ja, Bi kvad, isto, kot kvad. če te napali tudi, da je v porniču Lucija. ti. A veš, kaj pomeni kvad? Ja, po moje, da mu ne dela niti roke, niti noge. Da je posod amputiran, ja. Jaz ne vem, zakaj ne bi s njimi tudi porniči. Mislim, dajmo neki, samo. Jaz sem imel celo enkrat, ne vem, če sem to povedal, je bilo eno popraševanje, da iščemo pač invalida za OnlyFans. To da pač glas ni prišel do njih, ali pa ne sploh do teh, ker na koncu, če tako pogledaš, ne, zakaj pa ne, oni si to zaslužijo, mislim, tudi oni bi lahko to počeli. In jaz, kakor gledam To se počne. te ustvarjalce, ne, ki to delajo, ki imajo dejansko svoje kanale, pač ko milijone pregledov, ne, to ljudje iz firta gledajo, ne. Tako no. Ja, tudi fulno zanima, kako te stvari delujejo, ne. Mislim, se spomniš, kaj enkrat sta nama en par poslal. En je bil moški na vozičku, pa ženska pa able. Ne, on je pa bil multipla skleroza ali neki. Pa sta se slikala, pa sta nama poslala, da ona dva imata tudi to zvezo. Se ne spomniš? To je bil tako en izmed prvih mailov. Nisem videla. Ok, Cool. ok. Ne, Še obstaja, bom ti ga preposlala. Pa še manj. No, tako da tu... Pa še manj. A jaz imam ona dva OnlyFans, veš, sta nam sem iz tam poslala te Ja. screenshote, pa tako, veš. Se ne spomniš, ko sem še jaz na začetku malo rekla tako, to me je pa malo Pišite šokiralo, mi, da vas dobim bom jaz promoviral. tako v inbox dobim zdaj nage slike neke, veš, to mi je bilo malo tako, pa se jih štekam, oni so ustvarjalci, ne. Ampak ti bom poslala, zanimivo je bilo. Ja, drugače, da si verjetno nimamo več toliko časa, ampak zelo zanimivo, kar sem hotel res povedati. Kaj sem hotel res povedati, je to, ta BDSM scena, ne? A to veste, da na sodišču to napije? Kaj? BDSM. Ne razumem, kaj bi te moglo Recimo, biti da v povezano. primeru, da ima midva fetiš sceno, Ja, ne? Pa da si domina. ja, Jaz te lahko prijavim in tožim in dobim. ja. Kljub temu, sem da je te bila to tepla. kljub Itak, temu, ja, da je vem. bil konsent. Tukaj, Ja. to je edin primer. To je edin primer, kjer konsent ne pomaga. Ja, Pravno, formalno. ja, kukarunka mu je penis pojedel ali nekaj, nekaj sta se jedla. Je bilo tudi vse uradno z dovoljenjem, pa je šum zapor, ne? Ja, normalno. Mislim, Ja, mislim, mislim, to je zelo debatable, ne? ja, tukaj mi zdaj govorimo o BDSM-ju, ki ima lažja oblika kanibalizma. Ne? Se pravi, tudi če te zbičam, me lahko kar tožaš. Ja, Zdaj zanimivo. Ne? vemo vsi, kaj naredimo s svojim fantom, ko ne spustijo. Ne naredimo tega, v Ne, glavnem. tako. To je, temu se reče revenge porn. Ne? Ja, in to ni ok. Tu ni, no, ne. Glavnem, pri koncu smo. Žiga, najlepša hvala, ker si se ponovno pridružil, ker si prišel na tok last minute call. Ja. Pač ful so veseli, da si bil tudi. spet tukaj, da si spet izgubil v Never Have I Ever. A si prvi izgubil? No, kakorkoli, da si izgubil vsaj zdaj. Mimo je. In Vemo, kdo je izgubil. upam, da si se imel tudi ti fajen. Top, jaz imam vedno top. Bi še kdaj prišel z novimi temami, čez nekaj časa mogoče. Tako da, mislim, naša organizacija, gibanje, skozi se nekaj dogaja, kar obljubim, to tudi naredimo. Sicer daj vzame kak čas, ker je pač to proces. Definitivno se bom pa prihodnosti ukvarjal tudi več z demografijo.
z poučevanjem, ne mogoče jaz, ampak s poučevanjem mladih, kako osvajati, kako v bistvu sploh dvoriti, ker jaz mislim, da tukaj smo s temi socialnimi mediji, z vsakim swipom zgubimo smisel in znanje in za dvorjenje, ki pa je osnova za parjenje. Ja. To pa naredi. Žiher. Glih, bila sem na enem pikniku, ko sem se pogovarjala z enim 18-letnim fantom, ki bi točno to rabil. Hvala vam, ker ste bili tukaj z nami. Ej, kje te lahko najdejo? Ja, Saj tu oh my se God. živejo, ne? Boš jim še kaj povedal? Mislim, itak karkoli odpreš, bom verjeten jaz. Ja. Tako da to ne bo težave in pa ne me klicati. Lahko mi pa pišete, če imate res. Ne mi pisati s kakimi res retardiranimi zadevami, ker res se ne ukvarjam. Če imate pa kaj pametnega, kaj več kot 2 stavka, pa da res rabite pomoč, z veseljem ustavite me na ulici, tudi v živo vam kaj odgovorim. Res. Hvala vam, da ste, hvala vam, da nas tako podpirate, tudi vaju 2. Res. Hvala za ta prvič v drugo. Ja, tako je. Hvala tebi. Ej, jaz bi vam se še nekaj povedala. Opravičujemo se za to muho, ki je tukaj bila naš 4. sogovornik danes. Hvala za ogled in se vidimo naslednji ponedeljek. Pa. Čau, čau. Čau.